Hitler je prišel v Maribor v enem razlogu najbrž zaradi tega, ker je bil blizu. Radio je predvajal njega, shodi so kazali njega, tista redka televizija je kazala njega, napisal je knjigo, ki ga je naredila milijonarja mimogrede, in to je bilo zelo preprosto slediti. Tudi prepričan, da ne boš plezal po tej lestvici, ki ti jo pač vojska ponudi, ampak boš najprej dobil poseben čin, reče se mu kanonfuter. Hitlerijanstvo, pozivajo k hitlerijanstvu, to je bilo kaznivo. Kdorkoli se ukvarja z nezaželenim, je de facto nezaželen. Koncept ukradenih otrok. Ko so otroci bili različno stari, pomeni, da nekateri imajo spomin na svoje starše, nekateri imajo spomin, ki bo zbledel, ker so še dovolj majhni, nekateri pa ga sploh nimajo, ker so bili prinešeni in ukradeni v košaricah, tako majhni. Kolikokrat si ustvarjamo mi neke strahove, neko jezo, zelo problematično. Problem se lahko reši, lahko se pa odstrani. Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Nama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj! Pozdrav! Kje ponovadi začneš, ko pride neki obiskovalci v muzej? Veš kje? Odvisno, če so mladi, začnemo s tem, da je v vojni vse narobe. Če pa so starejši, se pravi preizkušeni, v tem smislu pa vemo pač, kako približno življenje teče, takrat se pa lotimo mitov, ki pač zgodovinskih mitov, ki obstajajo, pa seveda niso resnični, se zato je mit. Recimo in v Mariboru imamo tako enega takega, da je Hitler stal na balkonu glavnega trga, se pravi mestne hiše, imenovane Rotuš, in imel z tega balkona govor. In v tem govoru je na veliko, tako pravi mit, seveda kričal z balkona, naredite mi to deželo ponovno nemško. Seveda v nemščini, jasno, da. In tako kar nekaj, desetletja se je po Mariboru od vojne naprej to po svoje govori, ampak vsak ima nekega detka, veš, ko je Hitler videl. Ko ga je videl gori, ali pa nekega starega strica, ko je bil skratka mali, če ga je videl Hitler, ki je bil na balkonu in tako naprej. In to se je pač taka neka fama prijela, Hitler na balkonu, in to probamo razgraditi, se pravi, zdaj pa dobrodošli v zgodovino. Pa to, kdaj je Hitler, mislim, zakaj sploh Hitler takrat prišel v Maribor? Kaj bo poglavitni razen, ne ve se? Štartamo kar tak. Hitler je prišel v Maribor v enem razlogu najbrž zaradi tega, ker je bil blizu. Bil je blizu, se pravi, te bivše meje. In seveda z vlakom je šel proti Šentilju oziroma Sveti Ilija takrat, in je v bistvu najbrž ta obisk Maribora je nenačrtovan v smislu tega, da se ni vedelo, da bi naj prišel, tudi mariborski Nemci niso vedeli o tem, da bi se nekaj dogajalo. Novička je prišla, se pravi, skoraj da tik pred zdajci, kar pa najbrž bilo tudi namenoma, zato ker je varnost je vendarle prva, in če ti veš, kje boš, na kateri točki, in to vsi ostali vedo, glede na svojo pozicijo, pač kdo je Hitler bil, je jasno bil posledično tudi lahko zelo, zelo ogrožen. In bi bilo zelo nesmiselno, da bi napovedal, kje bo, ob kateri uri, kateri dan in kaj bo tam počel. Tako da tudi novica, da je Hitler bil v Mariboru, ni bila objavljena tisti dan, ampak je bila objavljena kasneje, tako da so tudi ljudje post festum v bistvu si nekoliko malo ustvarjali idejo, ali so koga videli, ko je bil v Mariboru, ali je bil nekdo tam na balkonu, in ljudje so večkrat lahko na tem balkonu v različnih slavjih videli okrog 40-50 let stare moške, vse približno isto počesane, približno isto s frizuro, brke niso bile dolge, brke so bile pristrižene v tistem času, in kdaj češ, si lahko ponarekovaj, koga videl, če si želel. Tako da to so potem, smo ga videli. Ampak ne, nikoli ni zares na balkonu bil. Njegov obisk je potekal, se pravi, čez Košaški dol, če se je pripeljal z avtomobilom, najprej tam do lokacije starega, železniškega mostu, ki je bil porušen deloma. To pa je naredila jugoslovanska vojska predtem, zato da ne bi nacistična vojska, se pravi, prečila reke Drave hitro in v bistvu napredovala. Zato pač porušiš vezi. Maribor je vendarle bil skozi zgodovino znan kot mesto na križišču, mesto, ki povezuje. In tako so pač je takrat jugoslovanska vojska porušila tudi stari most, do katerega potem pa Hitler so se pač peljali z avtomobilom, kot sem rekel, parkirali tam nekje
bližini glavnega trga avte, šli na most, z mosta potem čez glavni trg, do danes, se pravi, Stolne cerkve v Mariboru na Slomškovem trgu in pa potem do Mariborskega gradu, kjer pa je danes Pokrajinski muzej Maribor. Tam pa je prišlo do srečanja, se pravi, z nemškimi veljaki, z takrat člani Kulturbunda, se pravi, te nemške kulturne zveze, ne, ki je skrbela za ponemčevanje, za utrjevanje nemštva, recimo. Ne. Tako da to je bil en taki kratek sestanek, obstajajo tudi fotografije, ne, ene so splošno dostopne in vsi poznamo tam Hitlera, ko pač stoji na tistem avtomobilu, tako, ali pa ko gre z svojim entouražem, se pravi, čez most. Ne. To so take znamenite fotografije. Tako da to je bilo to. In to je bil uro in nekaj, mogoče uro in pol, nekaj takšnega, ne spomnim se na točno, je trajal ta obisk in zadeva je bila opravljena. Sporočilo pa je bilo predano, se pravi, absolutna podpora Nemcem v Marburgu in absolutno seveda omejiti kakršnokoli delovanje, razmišljanje v nekem slovenskem duhu, se pravi prepovedati slovenski jezik, omejiti gibanje in podobne reči, ampak mogoče o tem malo kasneje. Skratka, v tem je bil point. Ne? Prišel, izrazil podporo, hkrati pa bi vseeno mogoče povedal to, da veste, kdo je bil med prvimi, se pravi, ki so bili deležni sankcij, ko so nacisti prihajali sem, katera skupina ljudi? Kdo je prihajal sem? Ko so nacisti prihajali v Maribor, katera skupina ljudi je bila mogoče hitro na seznamu sumljivih ali... Slovenskih kmetij ali pa... Ne, veš do? Ne vem, ja bi mogoče kakšne učitelje. To pride, absolutno, seveda intelektuala, ampak še pred tem je treba izpostaviti majstrove borce. Okay. In se pravi... še od nazaj. Tako, namreč kdo je bil odgovoren, da je Maribor postal Maribor in ostal na tej strani meje. Borci za severno mejo in tisti, ki jih je vodil, se pravi Rudolf Meister. Rudolf Meister je bil seveda že pokojen v tistem času, ne, ampak Meistrovi borci so bili pa potem takim tisti, ki so nekako trdo grizli. No. In potem pa seveda, kot si pravilno omenil, intelektuala. Ne. Potrebno pač državo ščistiti, ljudi, ki razmišljajo svojo glavo, ščistiti ljudi, ki bi poučevali to, kar v bistvu ti nočeš, se pravi arijska nadvlada, ki v bistvu potem Rome, Jude, Slovane in tako naprej, se pravi vse ostale postavi v drugo, tretjo, četrto, peto vrsto kot nezaželene. In kdorkoli se ukvarja z nezaželenim, je de facto nezaželen. Tudi on ne zdaj. Kjerega leta je bilo to? Ne vem, tu ne piše točno. Kaj točno? Obisk Hitlera. Obisk Hitlera je bil v začetku vojne. Poglej, zdaj ne vem, koliko sta kaj seznanjena, ampak Jugoslavija je pristopila k trojnemu paktu. Ta trojni pakt je bil pa ta os, se pravi Berlin, Rim, Berlin, Tokio. To je trojni pakt. In Jugoslavija je seveda takrat pač knez Pavle takrat vodil, ne, in je v bistvu pristopila k temu paktu, češ na ta način se bo mogoče izognila vojni. Ne. Ambicije nacistične Nemčije so bile izjemne, se pravi, želeli so razširiti Lebensraum, se reče temu, se pravi ta življenjski prostor, kjer bi ta germanski človek z ustrezno ideologijo lahko tudi živel. Ne. In medtem, ko se pač širi ta Lebensraum, ne, se potem to razširi tudi pač na sam naš slovanski prostor. Kaj pa on gledal na prebivalce Maribora v smislu, da jih hotel bolj ponemčiti ali bolj kot ne iztrebiti, ker samo to njegovo rasno razlikovanje je bilo, da so Slovani bolj proti dnu, torej za Jude, Rome pa... So nekje pri vrhu, ja, po tej pač arijski mentaliteti, ne, potem so pa Slovani in ostalo. Kako se pravi vprašanje? Ali je hotel bolj ponemčiti, ali je hotel tudi postopoma iztrebiti Slovane kot take. Ja. Kak je gledal na Mariborčane? Jaz bom takole rekel, so ljudje, ki so veliko bolj kompetentni za ta odgovor kot jaz, ampak ker sem zdaj pač vseeno ta podcast, vprašanje je zelo težko, zato ker je odgovor večplasten. Recimo, če vzamemo, ali so želeli preprosto kar Slovence in Slovane iztrebiti. Tega ne moremo kar takole reči, zaradi tega, ker seveda, ko razširiš ti svoj prostor, v katerem bi živel, potrebuješ ljudi. Če drugo ne potrebuješ tisti razred ljudi, ki bo delal nekaj, česar sam mogoče ne bi. Ne? In kar se to lepo kaže na zelo bizaren, žalosten, tragičen način, je koncept ukradenih otrok.
Se pravi, nacistična Nemčija je Slovencem kradla otroke. Kako je to potekalo? Recimo, če si bil med partizani, kot oče, se boriš, skratka, veš, da te bodo, če boš ostal nekje v dolini doma, skratka, ali te bodo odpeljali, nekaj bo, zagotovo ti bodo našli nek razlog, da je s tabo nekaj narobe, da boš končal v zaporu. Mnogi vemo, da so končali v taboriščih in ljudje so se tega bodi si bali, bodi si so imeli dovolj, se pravi, te neke stoičnosti in so želeli sodelovati v tem, da ta mižerija čim prej mine. In čim se znajdeš, se pravi, ti med partizani ali med odporniškim gibanjem ali karkoli da narediš, se pravi, proti temu sistemu, si kaznovan. In če si bil med partizani, so seveda te niso dobili so pa tvojo ženo ali pač tvojo družino. In je nekoliko pač poenostavljeno, ampak če je bil oče osumljen, ga ni bilo, potem takim seveda so mamo odpeljali, tudi otroke, najprej v Celje, recimo, tam je bila celjska šola, in kjer je bil Otto Lurker, to je bil šef Gestapa, Hitlerjev tudi osebni seveda znanec, jih je delil, se pravi, in jih je ločil. Otroci tja, ženske tja. Ženske so navadno končale v enem izmed koncentracijskih taborišč, recimo Mauthausen je bil takšen. Otroke pa so odpeljali, bodi se pravi v ta otroška zbirna taborišča, pač različno so bila klasificirane v tem smislu, ker so tudi otroci bili različno stari. In ko so otroci bili različno stari, pomeni, da nekateri imajo spomin na svoje starše, nekateri imajo spomin, ki bo zbledel, ker so še dovolj majhni, nekateri pa ga sploh nimajo, ker so bili prinešeni in ukradeni v košaricah, tako majhni, dojenčki. In takšnih otrok je recimo okrog 600 bilo v Sloveniji. Mislim, 636, ampak čez 600 otrok takšnih. In ti otroci so potem, se pravi, bili pripeljani v Nemčijo, najprej v te organizacije, se pravi Lebensborn organizacije, in so bili dodeljeni nemškim družinam, ki so seveda povečale s tem število članov v nemški družini. Če so otroci pa narekovaj prestali to neko rasen test ali rasen preizkus, so bili potem takem v bistvu sprejeti v to, vendar je dovolj majhen, da se bo naučil jezika, ki bo njegov materni, dovolj mlad in dovolj majhen, da bo lahko vzljubil starša, ki nista njegova, najbrž niti vedel za to ne bo in tako naprej. In seveda s tem se pač poveča možnost za uspeh arijske rase, ne? In ta arijska rasa je pač v osnovi bil človek. In seveda za ustrezno ideologijo, kajti če je komunist, nima tam kaj iskati, ne? Komunizem pa seveda kot eden najhujših sovražnikov nacizma je pa sploh, in Slovenci so takrat med Slovenci seveda že začel prihajati, bil viden tudi komunistični ustroj, tako da to so bili otroci banditov, to so bili banditenkinder. In ti so bili potem, se pravi, pripeljani nekateri v Nemčijo, nekateri starejši so bili pa neke vrste čez za prevzgojo, ne, da bodo mogoče kot delavci bodoče in tako naprej. Ta najmlajši pa seveda posvojeni. In to je res tragična zgodba, se pravi, slovenskega naroda, ta skupina ukradenih otrok. In kot zdaj odgovor k tebi na to, se pravi, kaj je Hitler želel, se pravi, iztrebiti, v tem smislu ne moremo govoriti do popolnosti, zaradi tega, ker so vendarle ljudi vlekli iz te naše skupinice in jih vključevali v svoje vrste. Ne, se pravi, ta njegova teorija je imela svoje luknje, ampak na glas pa je poudaril takrat, kadar je hotel množice prepričevati. Sicer pa, jaz se ne spomnim, da bi videli fotografijo Hitlerja visokega 1,86 m, kot je bil pogoj za... Pa tudi ne vem, da bi kdaj bil svetlolast ali imel modre oči. Se pravi, to je pač farsa in hkrati ta, kaj ne rečem, kruha in iger. Ljudem je pač dal v tistem trenutku neko upanje, ki se ga najbolj res v obupanem stanju tudi potrebovali. In ful je easy, če najdeš sovražnika in na njega kažeš. To pa je našel. Prvo Jude in potem seveda zunanjega sovražnika in vse tiste, ki so Nemčijo kaznovali po prvi svetovni vojni. Tako da sistematsko uničenje je bilo predvsem bolj namenjeno političnim, se pravi opredeljenim ljudem, in imamo v Mariboru, se pravi, talce, v Celju imamo talce, več kot 1500 oziroma skoraj 1800, 1200 pobitih ljudi v Sloveniji samo na račun tega, tako da šlo je za izseljevanje ljudi, nekaj tisoče ljudi so izselili Štajerske, naprimer, ali so, ne vem, tukaj iz Posavskega pasu, zato da bi seveda moč zmanjšali. Ti ljudje so bili intelektualci, učitelji, pesniki, pisatelji, skratka, kdorkoli razmišlja svojo glavo, in tega v diktaturi ne potrebuješ. Po prvi svetovni vojni je tu kar število slovenskega prebivalstva naraslo, ne?
In je bilo, koliko je bilo, kakšno je bilo razmerje med Slovenci takrat in Nemci, ki so bili Nemci. To je zdaj nekoliko nehvaležno vprašanje, zaradi tega, ker so se te štetja delala seveda na eni strani sama država, na drugi strani je potem tudi Kulturbund izvajal svoje privatna štetja. Ne, češ, seveda niso bili zadovoljni za številko Nemcev, ki je prekazovala, mislim, da 4000 Nemcev v Mariboru in kaj takšnega, so pravili, da je zares številka bila okrog 10 000 ali še več. Skratka, pač vsak je vlekel na svojo stran. Ne moremo pa reči, da so recimo ti nemška štetja bila od osebe do osebe, ampak so tudi združevali, ne vem, pripadnike društva, onega sebe tja. Ampak na vsak način moramo vedeti, da to je bila Avstro-Ogrska, jezik, ki se je govoril, je bil tako nemški kot slovenski. Svoj čas je bil avstro-ogrski nemški jezik uraden, potem seveda, ko govorimo o SHS, bodi si kraljevini, bodi si državi, je pač potem nemščina odpade. In so pa ljudje govorili, se pravi, ta nemški jezik je bil konstantno prisoten v podzavesti. Mi še danes rečemo šporhet. Mislim, pa smo toliko let proč od tega. Se pravi, ta Windisch Deutsch se je takrat oprijemal, tako da ne moremo reči, da smo zdaj, ko smo stopili v Maribor, da smo slišali knjižno slovenščino in tako naprej. Je pa treba nekaj omeniti, da pa je seveda število Nemcev po prvi svetovni vojni upadlo. Počasi je verjetno število, bodi si na statistiki, začelo naraščati, na vsak način pa tisti, ki so bili, so začeli opozarjati na sebe z obnovitvijo oziroma s tem, ko se je spostavil Kulturbund, se pravi ta nemška zveza, ki je bila tam namenjena najprej za krepitev, se pravi tiste manjšine v narekovajih. Pa so pa seveda tudi so govorili o tem, ne vem, da so otroci slovenskih staršev hodili in se učili nemščino v teh njihovih tečajih in tako naprej. In posledično je pač Kulturbund na nek način rasel, vmes je bil prepovedan in tik pred vojno ponovno ga seveda dovolijo, ker je pritisk bil že močan, tale tretji pak se že vonja nekje, Kulturbund so nazaj pripeljali do življenja in ta Kulturbund je potem bil seveda šus, ki je mesto nemudoma želel spreminjati v neko nemško, se pravi, mesto ob Drav. Tako da to. In število je, kaj naj rečem, število seveda je bilo Nemcev veliko manjše, kot je bilo število Slovencev v Mariboru in okolici v tem času zagotovo. Plus še ena stvar, ki sploh ne smemo spregledati. Primorci pridejo. Primorski Slovenci z izgubo, se pravi, svojega pasu slovenskega, se pravi v Italiji, se nekaj tisoč Primorcev preseli v Maribor. Ne kupijo kmetije, delajo, celo prevzamejo policijske funkcije, skratka, zaposliti se morajo. Mi imamo tudi celo to schizmo, da celo svoji malo začnejo škrtariti pri svojih, se pravi, ni bilo zmeraj dovolj prostora za vse, žitak je bila lakota, tudi ne moremo govoriti, da so bili ljudje v Mariboru, recimo, ne vem, ali na Štajerskem, pred drugo svetovno vojno siti in polni dostojanstva in da bi bilo lahko. Kje pa, vladala je lakota, bilo je težko. In medtem, ko ti veš čas nekje ta novica iz severa prihaja, včasih smo vendarle ta neki nemški jezik uporabljali, bili smo del nečesa. Zdaj pa poslušaš o tem, kako so delavci zgoraj v tovarnah, kako se jim obljublja, kako, ne vem, so složni, kako država teče. Seveda to bila vse ena farsa, ampak so si mnogi tudi seveda po svoje zaželeli, da bi bili malo bolj siti in za to sito so bili pripravljeni tudi marsikateri križ požreti. Tako da bi tu rekel, da je obup je bil med ljudmi, absolutno obstaja. Ja, ker je bila vojna. Še pred vojno, se pravi, mislim, to bi to gremo pred vojno, ljudem ni bilo lahko, kraljevina ni bila dobra mama. Ljudje so bili lačni, mislim, kje boste zdaj tu nekemu kmetu v Pernici, Pesnici, gor je lahko šlo, mislim, veš, kje je Beograd, veš, kje se stvari dogajajo. Tako da mali človek je zmeraj upal po dostojanstvu, mali človek je zmeraj upal, da bo imel kaj več. In ta Hitler ni obljubljal elitam, ta Hitler je obljubljal malemu človeku. In zato je seveda bil za nekatere celo privlačen. Glejte, ljudje so bili lačni. Lačni tak pozornosti, pa lačni hrane, lačni v končni fazi denarja, lačni dostojanstva. In se veliko krat to tudi, kaj ne rečem, tam v 30 letih tudi, se pravi večkrat, kdo kaj spil v kakšni gostilni in so si kdaj tudi kaj pogrozili. In pol pa seveda vdari ven ta neka podzavestna trenutka in so znali, kdaj komu kaj zagoditi, se boš videl, ko bo prišel, se boš videl, ko bo prišel naš čas in tako naprej. In so te ljudi tudi kaznovali, se pravi hitlerijanstvo, pozivajo k hitlerijanstvu, to je bilo kaznivo svoj čas.
Ne. Tako da so nekateri tudi pristali po svoje v zaporu, ne, zaradi takšnih hujskanj in tako naprej. Ampak pač zgodovina naredi svoje, ne, in Hitler je prišel torej potrkati v pravem času, pod narekovaj pravem času na Štajersko. Ne. Ampak ni je zlomil. Meni ni samo jasno to, če sem recimo jaz zdaj Slovan, Ja, v tistem času, pa imam priimek, ne vem, slovanski, ja, pa sem bil fest pristaš, torej hotel sem postati pristaš Nemcev, ne. ja, Ampak ker sem Slovan, se oni vejo, vidijo, ja. kakšen je bil sploh pristop, da bi jaz to lahko dosegel, da bi oni meni jemali kot njegovega. Verjetno te nikoli ne bi jemali resno. Zato, ker imaš, se pravi, predispozicije, po katerih boš zelo težko splezal po tej nacistični lestvici gor. Se pravi, lahko se trudiš, ampak verjetno bi obstajala, vedno bi visela na tabo neka senca dvoma. Ne? Za primerjavo, tudi partizani so nenehno dvomili v svoje. Ne? Kdorkoli je prihajal, veš, v gozdove, do očet in tako naprej, se bilo potrebno ga preveriti, kaj če ni vohun, kaj če mu slučajno družine niso kje poslali kam, da mu s čem ne grozijo, ne, da bo izdal našo pozicijo. Tako da to je bila nenehna taka igra živcev, kjer mislim, da je bilo komod človek naredil zelo narobe, tudi nepovratne napake. Ne. Ja, spomnim se, ko sem gledal v Mariboru, sem gledal eno predstav na to temo in je bilo na ta način... Slučajno in ljubezen tudi? Ja, Jančarja. Tako. In je bilo tudi preverjanje pri partizanih, ne, kdo ima kako grlico, če ima kdo kako materino znamenje. In je bil primer, ja, da je tudi bil kdo ustreljen samo zaradi ene križa, ki ga je imel tu. Sumničevosti, ja. Sumničevosti, absolutno. Pač vojna ni dobra za nikogar, to moramo imeti konstantno v mislih. Ne prinaša ničesar, razen če smatramo dobiček od nekaj fantastičnega. Ne, ampak ljudje smo živeli tudi brez dobička od nekdaj. Tako da jaz bi rekel, da je mogoče prej fora v tem, da so ljudje pa zaradi dvomili drug v drugega, zato ker so se tudi spostavljale takšne, se pravi, mreže proti obveščevalcev in med civilisti in med partizani. Ne, tako da, ti pa zdaj, če bi želel, se pravi, plezati po tej nacistični lestvici visoko navzgor, mislim, da bi ves čas dvomili vate, tako da bi ostal na tisti varni funkciji, kjer bi ves čas bil dovolj ogrožen, da se ti lahko hitro kaj zgodi, pa najbrž nikoli dovolj blizu, da bi zares vedel karkoli silno uporabnega. Če ravno smo imeli, recimo posameznike, Otilo Globočnik, on je bil celo na koncu, na neki točki bil Gauleiter Dunaja, se pravi, prvi Nemec na Dunaju, je bil po rodu v bistvu Slovenec. Ne? In je bil vun pesi, če se temu reče. Bil je resnično grob, vodil tudi, nadziral gradnjo in vzpostavitev nekaterih koncentracijskih taborišč in tako naprej. Ne? Se predstavljam si, kaj je mogel narediti, kot toliko hujšega, kot tisti, ne, saj so vsi delali hude stvari takrat, ampak Morda. Da je pridobil zaupanje, mislim, tako bi rekel. Je obstajal pa še en vstop v nemško vojsko, to je bila pa prisilna mobilizacija. Se pravi, nima šanse, moraš iti. In če moraš iti, bodi prepričan, da ne boš plezal po tej lestvici, ki ti jo pač vojska ponudi, ampak boš najprej dobil poseben čin, reče se mu kanonfuter. Se pravi, kot Slovan boš bil poslan tja ali pač na tisto bitko ali pač na tisto področje ali polje, kjer obstaja velika možnost, se pravi, smrti in pol pač dajmo te tiste, ki jih je škoda nekoliko manj. Ne? Tako da ja, mislim, karijera je bila je kratkoročna, bi pa ob tem povedal mogoče en zanimiv primer, imamo ga tudi v Muzeju narodne osvoboditve, hranimo poslovilno pismo, ki je napisano na robec. Na robec, moški robec, takšen bel robec z modro obrobo, na katerem je poslovilno pismo napisal Martin Kores. Skratka, v muzeju imamo pismo, torej
Martina Koresa, Robec, na katerega je napisal svoje pismo svinčnikom, poslovilno pismo. In ta zadnja neka sporočila, ki so bila poslana nekatere sicer legalno, ker so si lahko poslal poslovilno pismo ven, ampak so se pač seveda bali, da to ne bo bodisi prišlo do domačih, plus mislim, da so se ta pisma dovoljevala, da je kdo še napisal pismo prej zaradi tega, da bi kaj opozorili koga noter, da bi kaj zapisali, da bi lahko Nemci to seveda, nacisti to prebrali in posledično tudi urgirali. Ne? Ampak ta pisma so se potem sprevrgla v izjemno čuteče trenutke, bom rekel, posameznikov, ki so se pač poslavljali od očeta, od mame in prosili odpuščanja. In ko si ta pisma bral, to neverjetno se ti zdi, da so streljali same pesnike, same poete, same literate. Mislim, majhne ljudi, v narekovajih kmete, za komaj kaj nekaj let osnovne šole, ki so s tisto polomljeno besedo porivali te črke v tisti bogi papir, ne, in se poslavljali svojih domačih. In vam lahko enega preberem, ampak bi omenil Martina Koresa, se pravi, napisal je pismo na Robec, ki ga je imel všitega oziroma v podlogo svojega suknjiča. In potem, ko so ga ustrelili, je to prišlo potem tudi ven. In bil je v zaporu in so ga obsodili, mislim, ni bilo obsojen na smrt, to je bilo policijsko sojenje, pač danes streljamo, vi ste med njimi. Ne? In je imel celo to nesrečo, da je bil istočasno v zaporu njegov sin, ki ima prav tako bilo ime Martin Kores. In so očeta, se pravi, so ga pripeljali do tistega zaslišanja, mu pač povedali, da bo ustreljen, ampak je prišlo do zmote, da so najprej pripeljali sina Martina Koresa in češ njega naslovili kot očeta, ampak seveda so hitro ugotovili svojo zmoto, so sina poslali nazaj in ta na poti v celice videl, kako mu štrafajo, se pravi, pretepenega očeta v tisti, temu pač očitno pač ta policijsko neko celico. In 27. decembra, se pravi, govorimo 41, je bil ob 3 popoldan za skupino preostalih talcev ustreljen, njegov sin, in pa pač vsi ostali talci so pa to mogli gledati. Sina so spustili ven. Zato, da so ga poslali na orožne vaje, na pripravo, se pravi, in so ga poslali na fronto. Na fronti je umrl na svoj rojstni dan, star 20 let, kot kanon futer. Samo, kako so mu te zaupali orožje? Jaz, da bi videl, kako meni umorijo, ne bi bil varen s tem. Ampak kaj boš, verjetno so zraven tebe številni fantje, veš, tako kot ti, ki niso štartali tega, niso začeli tega, so tam ne zato, ker bi želeli biti, ampak ker morajo biti, veš, zraven tebe verjetno, ne vem, neki Peter z Bistrice. Kaj vem kaj, ne boš streljal tam, ne. Sicer pa tudi, če boš karkoli naredil, si naslednji ti. Ja, sploh kaj narediti. Kaj narediti. V vsakem primeru pa si pričakoval, ne. Tako in jaz bi vseeno rekel, tu je mogoče ta moment, ko človek seveda v obupu prej pograbi za nasilje kot za ljubezen. Ne. In če to naredimo, se pravi, razumem, ne, popeniš nekaj takšnega, ampak če ne, imaš možnost, da preživiš, ker vsako nasilje rodi novo nasilje. In zagotovo bi se ti kaj zgodilo, če bi nekaj naredil. To je moje. Ja. Preprosto mnenje, no. Preko si povedal, ko so odpeljevali na fronto, sem se spomnil, to je moj sorodnik, pradedek, mislim, da je šel na fronto in ko mi je to razlagal, je mi povedal, mi ko smo šli tja, mi smo bili lepo oblečeni. Nam je to bilo nekaj fenomenalnega, ne. K sreči je prišel nazaj pa je prišel kot Holzkopf, torej lesena glava, so jim govorili Nemci. So bili v prvi bojni liniji, zato da so se spraznili metke, da so te tujce ponavadi prisilno, ki so bili mobilizirani, postavili naprej. To je to, ja. To je to, o čemer se pogovarjamo. Torej ti imaš to v družini? Mislim, da pradedek. Ja, o to mi je razlagal, moram ga bolj vprašati. Okay. Ja, mislim, ko gremo nazaj, cel svet je bil vpleten v vojno. Ne? Tudi jaz imam v družini pokojnega prastrica, ki je bil pa duhovnik.
so ga pa izgnali. Se pravi, če se spomnite, ko sem prej pravil, da so nacisti, ko so prišli v mesto, je pač del sistematičnega ponemčevanja, del sistematičnega praznjenja prostora in polnjenja z novimi ljudmi tega prostora, so seveda izselili ljudi. In če se vrnemo, se pravi to, kar smo prej govorili, omenili smo majstrove borce, ne, zavedne Slovence, ti morajo iti, učitelje morajo iti, šoli ni slovenskega jezika, se pravi, slovenskega učitelja ne potrebuješ, poleg tega pa ti razmišljajo svojo glavo. Ti veš čas delajo eno stvar, učijo mlade, mi pa tega nočemo. Mi rabimo kult osebnosti, mi rabimo slepega, mi rabimo gluhega, mi rabimo prestrašenega, ki bo sledil, ki ne bo upal pač svojo glavo narediti ničesar. Učitelj pa dela ravno nasprotno, odpira glave, uči, osvobaja vseh plotov v glavi in daje znanje, zato da se otrok pač odraste v človeka, ki razmišlja svojo glavo in se zna izogibati stvarem, ki niso dobre zanj. Se pravi, učitelji, predvsem v Srbiji so jih recimo izgnali. Ne? In to je pač taki antiukrep, na eni strani ponemčevanje, na drugi strani pa reduciranje ljudi. Prej si rekel, da bi rad prebral. Če se zdi primerno, lahko. Kaj pa jaz vem, mislim, zdaj ne vem, če imamo kakšno omejitev, ampak saj, mislim, to so pisma talcev. Enega imam tukaj, to je pismo Martina Konšaka, ki je bil pač svoj čas eden izmed ključnih vodij odpora proti nacizmu v Mariboru. To ne govorimo zdaj, ne smemo si predstavljati, se pravi, oborožene enote. To so civilisti v mesto. Gre za akcije, gre za trosilne akcije, gre za kakšne sabotaže, gre za povezovanje ljudi, za skrivanje ljudi, kako koga kam spraviti. Veste, nekoga so iskali, pa so ga mogli z hiše v hiše in tako naprej. Skratka, plus veza s partizani, veza s komunistično partijo. In to so pač bili ti skojevci ali komisarji to vrstni. In Martin Konšek, se opravičujem, njega so skratka ujeli leta 1944 in ga res grozovito mučili. No? In njegovo pismo, ki ga prav tako napisal, mi je posebno zaradi tega, ker pismo, ki je pač nekako po vojni zaokrožilo, je bilo pismo, ki ga je namenil paznici v nemškem zaporu, se pravi v mariborskih sodnih zaporih je bila neka paznica po imenu Marija Štampar, nosila je, se pravi, nemško uniformo paznice in njena naloga je bila, se pravi, da pazi na zapornice kot ženska. Ne? Se pravi, zaprte pa so banditke, zaprte so, se pravi, politično kontaminirani ljudje, problematični ljudje, ki delujejo proti nemškemu rajhu. Se pravi, kdorkoli je v zaporu, je naš sovražnik in pač pazniki so tam, da jih kaznujejo in da vzdržujejo red in mir. In Martin Konšak, vodja odpora proti nacizmu, eden izmed pač v tej fazi, vodja odpora proti nacizmu, je napisal poslovilno pismo nemški paznici v slovenskem jeziku. Ta paznica je govorila tudi slovenski jezik in bi ga prebral, zato ker je zanimivo, kako se začne, kako ga začne. Začne ga z nagovorom, draga tovarišica. Se pravi, beseda tovariš je bolj znana za socializem. Tako, absolutno, ampak on je bil komunist, ampak ta beseda tovariš pomeni v bistvu človek, na katerega se lahko zaneseš. Človek, ki mu zaupaš. Ne rabiš ga poznati, ampak je tovariš. Pač iz tega koncepta. Ne. In en odlomek, recimo z pisma pravi takole, se pravi, piše ga njej. Saj me razumeš, a ne? Začeli so me mučiti. 16 dni brez izjeme so me vsak dan tepli in mučili na najbolj zverinske načine. Boksali so me v trebuh, želodec in prsa. Tako da mi je prsni koš pokal, lasali so me pa tako neusmiljeno, da mi manjka polovica las. Pulili so mi brke, brado in obrvi. Pikale so me pa specialno iglo po glavi in iz prstov na roki so mi potegnili vse nohte na poseben način. 9krat so me obesili. Tako da so bile noge in zadnji del telesa zgoraj, glava pa spodaj. Potem pa so me neusmiljeno bili po golih nogah in po zadnici. Oprosti mi za ta izraz. Ampak 16. dan so me mučili 4 ure in pol kar skupaj. Na pol mrte sem prosil za malo vode, tedaj pa je eden izmed mojih mučiteljev rekel, takoj dobiš. In mi je usta napravil malo potrebo.
Seveda sem takoj zaprl usta, to da vseeno mi je teklo tako v usta kot v oči. Na to so me pustili pri miru, pol drugi mesec, zato da so se mi rane zacelile. In 62. dan so mi ponovno, takrat v bunkerju, slekli do nagega, potem pa so pokazali vso švabsko kulturo 20. stoletja. Zlomili so mi 3 rebra, nalomili so mi hrbtenica, od nog do glave pa sem bil ne plav, ampak črn in razmrcvarjen. Nohti na nogah so mi vsi odpadli, postavili pa so mi pogoj, ali usta odpreti ali pa umreti. Zavedal sem se vsega tega in mi ni žal, da krasijo polomljene in obtovčene kosti mojo zmrcvarjeno telo. Konšak je ostal samo konšak, pa če bom šel s temi posledicami tudi v grob. Ne bo na mojem grobu pisalo izdajalec, temveč junak. In odstavek, ki mene vsakeč znova presune, pa sem ga prebral verjetno 1000-krat, pravi tako: Ej ti, čarobnica, ti črnolaska, a se spominjaš, kako si bila huda? Kako si me kregala pred jetniškim oknom? Verdammten Banditenführer! Metala si skozi okna na mene kamenje, toda to ni bilo kamenje, temveč kruh. In takšni zgodovina ne daje v knjige. To so pač zgodbe majhnih, velikih ljudi in se veste, zgodovina gre po podatkih, gre po datumih, gre nekako linearno. Ne? To so pa obrobne zgodbe in teh obrobnih zgodb je ogromno in ko pogledaš ta pisma, se prav stvariš neko popolnoma drugo sliko, pravzaprav kaj se v Mariboru moralo dogajati, ker ta vojna ima to hladno naracijo, so prišli, streljali, ono, Ko pa to bereš, pa so to topli ljudje, no. Mislim, v zadnjih besedah, ki so jih spustili, ni jeze. Je žalost, je obup in prošnja za odpust. Ampak občutek imaš, da so mirni. Da so mirni in da se v miru poslavljajo. Pa bodi si ne bo to od otrok, mame, očeta, partnerja. In v Mariboru, ko bosta naslednjič šla čez Trg Svobode, tega ne smeta v Mariboru prišpricati, se pravi, v Mariboru imamo spomenik narodne osvoboditve. Svoj čas so mu generacije pred nami pravili Kodžak, potem le igralcu, ne, se zgleda tako jaz, skratka brez las. In danes pa ima ta spomenik novo ime, ne, so ga skrajšali, samo še Kugla. Pri Kugli se dobimo, no, ampak na tej Kugli, na tem Kodžaku ali na tem spomeniku narodne osvoboditve, se pravi, ki je posvečen padlim borcem, ki so se borili za svobodo v tem duhu, za slovenski jezik in seveda pač, kar je druga svetovna vojna izzivu predstavljala, je pismo Jožeta Fluksa, ki je pa zelo kratko, skratka, začne se nekako takole: dragi moji, danes sem bil obsojen na smrt. Ne želujte za menoj, bodite hrabri, kakor sem hraber jaz. In tako naprej, skratka, pozdravite deklico Aniko, mamo in tako naprej. Kratko pismo, ki je seveda se utrnilo marsikomu spomin in je potem na tem spomeniku spodaj, na temeljih, se pravi, spomenika Slavka Tihca. Tako da naslednjič, ko pridete v Maribor, obvezno. Morate biti pozorni. Morate biti pozorni, ampak imate pa še ob tem poslovilnem pismu, je na istem spomeniku se nahajata še 2 plakata, ki sta pa tesno povezana s to temo. Se pravi, ljudi so streljali v mariborskem zaporu, kot smo rekla, recimo Martina Koresa, ki je tudi na tem spomeniku njegov obraz. In ko so streljali, se pravi, ljudi, so njihova imena potem dali, natisnili so na plakat. In ti plakati so bili lahko beli z rdečimi črkami, predvsem imam spominja z rdeče, z črnim besedilom. In prvo streljanje, ki je bilo v Mariboru talcev, se pravi, to je bilo 24. 25. augusta 41, so naredili plakat, na katerem je bilo 5 pa 3, mislim 13 skratka imen, ljudi, ki so jih ustrelili, med njimi legendarna Slava Klavora. Ne? In so vsakič, ko se je dogajalo v Mariboru streljanje, ali pač kje druge, so natisnili te plakate in so te plakate polepili po mestu. Če se probate pomakniti, ti prej, ko si rekel, recimo, da bi se rad živel v tisti čas, če bi hotel biti, kaj bi bilo. Predstavlja si, da hodiš po Mariboru v tistem času, hodijo po ulici nacisti s čeladami, te čelade ti predstavljajo totalen strah in trepet, ker kdo ima to čelado, ima na tabo absolutno moč. Vsak dan je loterija, nikoli ne veš, kaj se ti bo zgodilo, kdo te bo
v kaj namočil, ali pa ti sploh ne rabi doben nič namočiti, zgolj sumljiv si lahko. In v tem duhu seveda potem hodiš po mestu in vidiš rdeč plakat. In veš, da so na tem rdečem plakatu imena ljudi. Obstaja verjetnost, da jih boš poznal, ampak imena ljudi, ki so umrli. Včeraj, predvčerajšnjem, predvčerajšnjem. In oktober je bil 1942. leta, takrat je padlo v Mariboru največ ljudi, približno 55% vseh talcev je bilo ustreljenih. To je večinoma se v zaporih dogajalo. Večinoma v zaporih, ja, ampak so usmrtili tudi druge. Vem, 66 skupin je bilo na Štajerskem ustreljenih, ena obešena, Frankolovo. Eno pa obešeno. Ja, ne oseba, skupina. Aha, Skupina ljudi, Zanimivo. 100 ljudi, ja, so jih obesili na tem drevoredu. Drevored še po svoje danes stoji, kakšno jablana tam. Tudi obeležje je, tudi spomenik imata, se pravi Frankolovo. Če se bo takdaj peljala skozi, prešpricata glavno cesto, pojdita po, se pravi, lokalni cesti in tam je ta drevored, kjer so obesili 100 Slovencev. No, 100 so jih obesili. ja, veljalo je, se pravi, za vsakega ubitega Nemca se pač ubijeti 100 Slovencev. No, in če gremo skratka nazaj, ti plakati so potem viseli po mestu, ne? In si pač imel ta imena gor. In ta najbolj krvav, se pravi leto 42, kjer je umrlo, kot sem rekel, približno polovica vseh ustreljenih talcev, je ta oktobrski plakat nabit z imeni. Prav vidiš prvi plakat, nekaj imen, velike črke, potem seveda leta 42, tako na malo, veš, nabita imena gor, sploh ne moreš verjeti, toliko očetov, toliko mam, toliko otrok, toliko, veš, stricev in tet in ljudi, ki so se poznali, ne poznali, niso mogli nikomu reči adijo, ne več objeti, skratka, življenje te nekaj v tistem trenutku vzame, prereže, kar je ostalo. In v enem dnevu, se pravi 2. oktober 1942, je bilo več kot 140 pobitih v našem mestu. Zdaj, ko si razlagal te zgodbe, pa še lahko še pol tudi kako povemo, sem se probal mentalno postaviti tudi na stran tistega, ki je to delal. Kaj je njemu bil vzrok, motivacija. In Tudi Nemca? Torej, ja, Nemcem oziroma paznikom. In sem se spomnil na film, ki je bil posnet po preizkusu, tem psihološkem, ko so bili eni pazniki, eni pa zaporniki. Ja. Mi smo gledali priredbo tega filma in mi je bil eden najboljših filmov, najbolj zanimiv, ki se mi je zdel tudi najbolj poučen, ker to so vse žalostne zgodbe, ampak pol pa sem tu neko uporabno noto dobo, kako hitro lahko tudi ti del tega postaneš. Ne? Ta film, ki je bil priredba, pa se je šel o enem tednu v Nemčiji, ko so obšolske dejavnosti imeli in so se prijavljali na različne dejavnosti. In je en od učiteljev zgodovine hotel prirediti, približati ljudem te totalitarne režime, v smislu, kako hitro oni lahko v to notri zapadejo. In na kratko, v petek, ponedeljek so začeli, na petek se je tako hitro zgodilo, da so učenci tako hitro to vzeli za svoje, ker on je to dobesedno z igro jih probal malo zmanipulirati in pokazati. In ko je on v petek povedal, da bo konec tega, da njihove skupine več ne bo, ker on jih je kot neki klub tu navajal, da so druge, tudi iz drugih klubov, ki so se prijavili, druge dejavnosti privlekli k sebi, so si svoj slogan, svoj pozdrav izmislili, vse še ogromno drugih podrobnosti, da je enim posameznikom, ki pred tem tečajem niso imeli nekega upanja, dal tako upanje v to in je bil tako razočaran, da še šel domov po pištolo. In je v tistem trenutku res odigral agresivno, neverjetno. Kar ponedeljek ne bi nihče rekel. Se pravi, obupan je bil, če sem se prav razumel, kot učitelj je bil obupan? Ne, učenec. Je ga je tako prevzel ta duh in pol takšno razočaranje, zdaj bo našega kluba, konec. Aha, to misliš, ja. Si je toliko zavzemal, drugi, ko so odhajali ven, ni mogel verjeti, ne. Moram pogledati, kak je naslov film. In dokaj hitro je postal lahko žrtev nekega sistema, ne. Oziroma si ga vzel za sebe, se poistovetil z njim. Ja, tu zdaj sledi vprašanje. A kak? Ne, to mi je bilo samo neka miselna nota, zdaj. Mogoče pa lahko, mislim, da vem, kaj si hotel povedati, ker si spraševal prej o teh, če bi se vživel v vlogo nekega, se pravi, policista ali vojaka, ki je tukaj na naših tleh.
Kako mogoče ti gledaš na njih? Osebno mnenje. Se pravi, moje osebno mnenje, ki ne odraža nujno stališč, se pravi službe. Jaz bi rekel takole, da se vojna ni začela leta 1941. Tile niso dobili čelade iz danes na jutri gor, ne? Zdaj smo ponosni, zdaj pa zik hajlat in gremo v države, ki si bomo jih prisvojili in bomo seveda postrelili ljudi, ker je to prav. Ni bilo tako. Zgodovina nas uči tako, da je ta proces, se pravi, odkar je Hitler prišel z pozicije, na pozicijo kanclerja, to so bila 30. leta, da je on prišel na pozicijo kanclerja v Nemčiji, se je seveda že tudi takrat veliko se trudilo, pač ko je lahko vplival, se veste, se spostavi najprej stranka, NSDAP, nacionalsocialistična nemška pač delavska stranka. In v tej stranki seveda, ko je prišla na oblast, pomeni, da stranka skrbi za vse nivoje našega obstoja. Skrbi za šolo, skrbi za industrijo, skrbi za vojsko, skrbi za pač celo plejado teh sistemov, ki delajo državo. In ko pogledamo recimo šolstvo tistega časa, da bi jaz bil, bog ne daj, niti približno nisem nek ekspert, ampak spomnim se pa nekaterih knjig, ki jih sicer tudi včasih v muzeju uporabljamo, namreč recimo obstajala knjiga Der Giftpilz, se pravi z naslovom Strupena goba. In ko si to gobo pogledal, mislim, to knjigo pogledal, je na naslovnici bila mušnica. Ampak ta mušnica je imela oči, pa imela takšen malo večji nos, pa takšna velika ušesa, pa mušnica je imela rdečo brado. In ko si pogledal, je mušnica imela vrezano Davidovo zvezdo na pestiču. Se pravi, bila je knjigica z naslovom Strupena goba in ta goba je na veliko spominjala na Juda. In ko si ti odprl tole knjižico, je bila noter, ne vem, zgodba, zraven pa sličica. Zgodba, sličica. Zgodba, sličica. Podobno, ne vem, če se spomnite, ko smo v srednji šoli, ne vem, brali Pridiga o izgubljenem sinu. Se pravi, prebereš, da se nekaj naučiš. In tako je tudi pač tu v šoli bilo. In ne vem, primer zgodbe je bila ena ta mlada dama, skratka, in hodi po gozdu in ob njej pač nek, mislim, bratec, in jo sprašuje, če je to užitna gobica ali ne, in mu seveda napravi, da niso vse gobice užitne, nekatere so tudi stropene, tako kot so nekateri ljudje, so zelo v redu, nekateri so pa seveda kot tale gobica v naši družbi. Ali recimo, mene je fascinirala, zakaj vam to kažem? Govorim o tem, to je učbenik za 7. razred osnovne šole. Se mi je zdelo tako ilustrativno. Učbenik za 7. razred osnovne šole, se pravi, ali ne vem, spomnim se ene zgodbe, kako prepoznati Juda. In ta zgodba govori o enem učitelju Birkmanu, in je bil priljubljen učitelj, pravita, in so otroci imeli najraje njegovo uro, ki so jo rekli židovska ura oziroma judovska ura, in so otroci imeli zelo radi, tako piše tam. In potem seveda tale Birkman je pa otroke učil, kako prepoznati, se pravi, tega Juda, nevarnost v tem našem okolju. Govorimo zdaj skozi nacistično prizmo, da se ne bo vsuli pol kakšni komentarji, skratka, ker ne bi se ga zašel v tem trenutku, ampak Judje so v tistem trenutku bili, se pravi, sovražnik številka 1 in obstajale so knjižice, kako prepoznamo sovražnika, kako prepoznati Juda, in je bila zgodbica, torej kako učitelj pravi, ne vem, kako prepoznamo Juda, pa tam en fantik dvigne roko, pa reče, Juda prepoznamo potem, zato ker ima visoko čelo, ker hodi, premika glavo naprej in nazaj, in tako vidiš, je ena tabla narisana, pa tako otrok kaže tak z palico na številko 6, to je pa judovska šestka, to je oblika, se pravi, nosu. Še enkrat, kdorkoli bo to poslušal, samo povzemam knjigo, nacistično knjigo, ki je bila uporabljena kot učbenik za 7. razred osnovne šole. Tam so bila narisane in potem piše, da so, ne vem, Judje imajo nosove v obliki številke 6, temu rečemo judovska šestka. Imajo ušesa v obliki ročajev skodelic za kavo in zraven narisano. Skratka, to je v tej knjigi. In seveda mi vemo, kaj se Janezek nauči, to Janezek zna. In potem so tudi bile, ne vem, risbice, kjer so, ne vem, vedno so bili Judje narisani kot spake.
Se pravi, vizualno niso bili prijetni, bili so neprijetni. Pa če je bila narisana deklica, fantek ali ne vem, nek starejši možakar, ne vem, take debele špegle so jim dali, kako nosijo neke sladkorče in skučijo otroke zvabiti v nekaj nevarnega in tako naprej. Ne. Skratka, povzemali so to vizualno podobo nevarnega posameznika in jo prenašali svojim najmlajšim generacijam. Ne. In te generacije, seveda, zdaj tisto, kaj ne rečem, desetletje pred vojno, saj narod je bil pod narekovaji lačen in ko govorimo o nacizmu, je nacizem v bistvu polno te lukne pod narekovaji, ki so stale od prve svetovne vojne. Nemci so bili ponižani, nacizem jim je ponujal ponos. Smo finančno zlomljeni, plačujemo reparacije, se pravi od Versajske pogodbe naprej, 1919. leta, ne bomo plačevali, reče nacizem. In ne plačujejo. Omejili so jim vojsko. Kaj dela nacizem? Krepi vojsko in pubecom proba dati mesto, oni vas niso rabili, češ tam ste bili poniženi, tukaj pa dobite svoje mesto. In lačen človek bo jedel. In če to pozornost bo iskal tam, ki mu je na voljo. In kot smo rekli že prej, Hitler ni nagovarjal množic, ni nagovarjal milijonarjev iz svojih govorov, ki jih je imel na Nürnbergu. Nagovarjal majhnega človeka, postrojenega človeka, poškatljenega človeka, ki je bil ujet v sistem in ni mogel več reči nič. Se pravi, jaz bi rekel tako, da so bili ljudje, ki so to resnično verjeli. Verjamem, da so bili ljudje, ki so ob prvem izkusu krvi, tople krvi, ki je šla po njih, verjetno gotovili, da to najbrž ni to, pa so se znašli v situaciji, ko več niso mogli. Vem pa tudi nekaj, da vojna človeka razčloveči. In če je bilo nekaj v začetku vojne težko, je s časom marsikaj lažje. Avtomatiziramo verjetno tudi smrt. Nenazadnje tudi, ko pomislite, ne vem, koliko se smrt danes ljudi dotakne. Prej smo se pogovarjali o strelu, ki ga je prej odčali Krk. Se pravi, kako je špricnilo, kako smo videli. Dehumanizirali smo nekoliko ta odnos do življenja in smrti, da življenje lahko sveta stvar in je sveta stvar in je nedotakljiva stvar, ki ne bi nikomu nihče smel vzeti. In ko se nam zgodi nekaj tak bazičnega, da nekomu vzamemo najosnovnejšo pravico do življenja, swipnemo levo in nam logaritem na Instagramu vrže novi shooting video. In še enega, in še enega, in še enega, in še enega. Tako da, če imamo mi v današnjem svetu, lahko opazujemo ta nek postopek odtujenosti, od človeškega, od mehkega, humanističnega, od sočutnega, zakaj ne bi v drugi svetovni vojni to veljalo, ker imaš ti že predtem nekako leto, 2, 3, 5, 7 let pranje možganov. Dobili ste doma radio v hišo. Zakaj? Ker je minister Goebbels poskrbel, da bo sveta beseda dosegla vsako hišo. Da boste informirani. Da boste informirani, tako. Ne? In tudi danes. V kakšnem svetu pa živimo danes? Danes pa živimo v svetu informacij, za katere tudi ne moremo niti približno roko v ogenj dati, da so resnične. Oziroma danes popolnoma govorimo o tem, da živimo v svetu neresničnih informacij. Je reklama resnična? Ne. Vsak dan bloke imamo na javni televiziji reklam, ki nas prepričujejo v nekaj, česa zares ne rabimo. Uredniška kritika je včasih veljala na televiziji in na radiju, se pravi za nekimi radiji, ki ne želijo dosegati nekega resnega standarda, ampak so bolj, na zaboljaški način, je ta uredniška kritika precej ohola lahko. Ko pa govorimo, tukaj, kjer smo pa zdaj, pa ne pubece zameriti, ampak zdaj smo v podcastu, se pravi, podcast nima uredniške kritike, razen če ste to vidva, se sama odločite kako in kaj. Ampak nad sabo tudi nimate dobenega, ki bi mogoče rekel, če ta pubeca pazi, da to pa mogoče bilo potrebno zaviti drugače in tako naprej. In danes gledamo, se pravi, preko teh naprav neorganizirano metanje dezinformacij, informacij, kar nekih hitrih zaključkov, ampak ne od enega, od tisočih. Takrat sem imel pa enega, ki je organiziral, radio je predvajal njega, shodi so kazali njega, tista redka televizija je kazala njega, osebe, napisal je knjigo, ki ga je naredila milijonarja mimogrede, se pravi, in to je bilo zelo preprosto slediti. Danes imamo mi ne vem koliko takšnih pod narekovaj influencerjev, video imate za podcast, je druga stvar, ampak influencer, kdo pravi, da, mislim, se že samo ime pove, vpliva. Ampak se vplivati ni potrebno v življenju na nekoga, na bilo kaj. Mislim, to naj ustvari odnosi sami.
Ne pa, da si nekdo reče, jaz sem vplivnež. Da si vplivnež, moraš resnično veliko, ne samo vedeti, ampak v sebi moraš biti prepričan, da karkoli počneš ali karkoli pač daješ ven, ljudem ne škodi. Kakšen vplivnež si, ne? Kakšen vplivnež si, tako. Slab si pa dober. Ja. Ne, tudi slab dober je beseda, veš, obrnemo na desno, na levo, ne? Pa smo tudi to, kaj je dobro za koga. Ja, ok. Ne? Ampak, ja, v izhodišču je to. Se pravi, jaz mislim, da to niti ni bilo tako težko, se pravi, Hitleru po svoje slediti, ker si tak imel vse omejitve, ki so ti bile dane, zaprt, se pravi, kot fijakarski konj, drugega ne prihaja, pa hkrati veš, da ti je težko, ker je tista vojna izpred nekaj let vas ponižala in v bistvu ste lačni in pozornosti lačni, dostojanstva lačni, v končni fazi hrane in vsega skupaj, ne. In potem seveda kruha in iger in to je ta nevarnost, ki še danes zelo živa, se pravi, lahko potegnemo teta ven, recimo. Človek, ki za neko zelo preprosto retoriko 14-letnika, kot odrasli moški, govori, se pravi, za retoriko 14-letnika in nagovarja od sebe toliko mlajše pubece, je zelo problematično. Ne? Pa ni samo on, številni so, razumeš, ampak o tem učinku, ki ga govorim, tam se pač en tip nekaj izmislil, sem pa tja, jaz vsem našim povem, ki pridejo, pa, da je Andrew Tate nabil en Slovenc v MMA-ju. Če je taka preprosta, se pravi lestvica, da je najboljši, največ pove. Potem take morate tega Tate takoj ruk dol, ker je en Slovenc par let nazaj pa tresko. Ne vem imena, ampak definitivno je res. Okay. Veš, mislim, potem pa tudi bi verjetno lahko po ideologiji, po mentaliteti ga razorožili, v bistvu, ker je v končni fazi seksist, šovinist, mačist, militarist, se pravi, z nasiljem bi urejal, reševal, po drugi strani bi pač to se spostavil k neki modus operandi teh mačo moških, ker tolče, ker tepejo. In gremo nazaj v leta 41, 40, 39, 38, kaj se je tem pubecom ponujalo, ne? Simboli moči. Ja. Organizirana uniforma, moč puška, ne? Tako. Odgovornost za državo, vsi ste odgovorni za njo. Tako. In pa ponos, ne? Ti si meni, jaz brez tebe ne morem. To je meni bilo nekaj neverjetnega, ko je zavzel Francijo in je prišel domov in to je bilo, po mojem takrat bil njegov trenutek highlighta, ne, življenje. Ker potem so stvari z Londonom, Veliko Britanijo, pol operacijo na Rusijo šle počasi dol. Se strinjam, ja. In ko pa prišel v Francijo, pa če danes gledam, to zelo žalostna stvar. Mislim, da si podredil državo v istem vagonu, kot so prvi svetovni vojni podpisali, je on, da pokazal spet to moč in kak je to njim nadul. Kakšen odziv je bil potem v Nemčiji? Tako. Ko na navijaške tekme. Strateška poteza, isti cug vam potegne, skratka, isti vagon, mislim, ga podpisati, prisiliti, ponižati, tu imate zdaj, ne. In tako so se seveda potem ljudje, kaj ne rečem, čez noč, to je pa ziher varianta, verjetno, ne. Res smo zigerji, res smo zmagovalci, ne. Uspelo nam bo, kam smo prišli. Tako si jaz predstavljam, da verjetno so tu neke taki miselni procesi. Sicer pa to je tudi teorija množic, ne? Množice pač delujejo po nekem principu, po nekih pravilih, ne? In zato so še kako zelo posebni in pomembni posamezniki. Tako da, on je bil eden izmed. Zanima me, Uroš, tudi, če imate mogoče kak primer te propagandne mašinerije v vašem muzeju, če hranite mogoče kakšne nacistične? Ja. Imamo tako partizanski tisk, kot seveda tudi kaj nacističnega, ne, tako se spomnim enem, nažalost tako težko muzej opisam, ampak obstaja en plakat, kjer so, ne vem, narisane sličice, se pravi, kako nemški vojak prihaja, da bo zavzel, potem seveda se mu stvari zalomijo in na tretji točki je sem še v kosnjak, se pravi, kako ga v bistvu zima pretera in konec vojne, ne. Ali pa ne vem, kako ta komunistični partizanski tisk je ful zanimiv, recimo kako velik, rdeč, možat mož se pravi premaga tak z dvignjeno pešico, skratka okosnjaka nacističnega, se pravi, in spet so se igrali na to vizualno podobo, podobno kot smo gledali pri nacistih, ko so poniževali, se pravi, druge, ne, naprimer Jude in tako naprej, z temi pač mimikami, z temi ilustracijami.
Tako pač vidimo tudi potem mi tu, ne, kako so se preko vizualnih podob igrali. Ali pa ne vem, gremo še malo naprej, mi smo tudi bliž Leht, ne, čas koroškega plebiscita, ko so potekale, se pravi za plebiscit, so se še šlo za v bistvu propagandno vojno, pod narekovaji, kdo bo boljšo propagando stisnil, kdo bo koga prepričal, ne, ali iti k tej ostareli, stari Avstriji, pa so jo tako starko narisali, ali mladi, lepi Jugoslavijo, oziroma Slovenijo so takrat nagovarjali, ne. In tam si tudi imel seveda, ne vem, Srba, ne, kot pač predstavnika Jugoslavije, kako ves umazan z dolgimi brki in črnimi nohti, taki suh pleže čez tiste lepe, skratka gore, ne, kako se nas bo polastil, dajte voliti za sonce na drugi strani ali pa za, ne, se pravi volite, ne, kaj je bilo, volite za recimo, tako je bilo za Korošca, ne, in je tako, če smo možat, mož bil, skratka, ne, mišice, neko barugla držal, skratka, ali to, ne. Je pač ta vizualna podoba je res bila ključna očitno pri prepričevanju ljudi, ne. In to je spektakel. Če imaš ti Hitlerja v Nürnbergu za nekaj 10,000 ljudi, pa to pogledajte te videoposnetke Leni Riefenstahl, ne, ona je bila, se pravi, ona je to pač režirala in snemala te njegove shode. Mimogrede je z njo sodeloval tudi tale Hoffman, fotograf osebni Hitlerjev, ki je bil pa v Mariboru ob Hitlerjevem obisku. On ga je fotografiral. Hoffman je bil v Mariboru, se pravi, tak je delal z Leni Riefenstahl, Leni je tista, ki nam je dala posnetke teh velikih shodov. In to je spektakel. In ljudje hodimo na spektakel, gledamo usmerjeni, se pravi, v tisto lučko, v tisto luč na koncu tunela, ne, na tistega, ki ve, na tistega, ki zna. In ko imaš ti nekega tako pritišenega, da vadi svoje govore pred špeglom, ne, vadi mimiko in ljudeh skuša izzvati to jezo, je recept uspešen. Se danes vse isto poteka, ne? Na pisnem principu, to s ilustracijami pač nekoč so si, danes pa pogledaš, recimo, če pogledaš v marketingu, isto na takšen način, ker ima lepši logo, ker ima lepšo spletno stran, kaj te bolj pritegne. No, te vprašam, če bi voda bila spakirana v fluorescentno zeleni plastični plastenki, bi jo kupil glih tak, enako brez premisleka, ko kupiš v prosojni lepi. Prosojni lepi, ja. Če je zraven tisto, sploh je ne bi, mislim, to ni voda. Kaj pa, če ti da Monstera oziroma energijsko pijačo v prosojni pločevinki, ali ti jo zapakirajo v roza, fluorescentno, modro in tak naprej, ne? Ja. To so s Coca-Colo tudi informovali, da niso te črne barve, ampak je bila, mislim, da navadna barva. Pač niso dodali tega črnega in mislim, da se na 40% znižalo. To ne poznam, ampak... Okus isti, ne? Ampak princip je ta, se pravi, padamo na šik, ne, padamo na blink, ne. Ta blink je zelo nevaren, sploh ko ponuja hitre in kratke rešitve. Oziroma tak, problem se lahko reši, lahko se pa odstrani. Ampak če se problem reši, imaš happy kiddo na obeh stranih. Če se problem odstrani... Pa bo enkrat problem svet prišel nazaj, ne? Tako, je to 1-0. Nekdo je izgubil in prišlo bo nazaj. Problem se lahko reši, lahko se odstrani. Dobro. Ko smo se dogovarjali glede podcasta, mi je bilo tudi eno fascinantno tematika oziroma vprašanje glede, to je bilo bolj proti koncu vojne, ko so pa zavezniki napadali Maribor, pa ga bombardirali. Kako pa so takrat Mariborčane odreagirali? Verjamem, da je kdo komaj čakal konec vojne, potem pa naenkrat pogleda gor pa vidi bombe, kako letijo od tega, kaj bi končal rad vojno. Po nebu so letela tako nemška kot zavezniška letala. Ne? Jugoslavijo so aprila 1941 preletela nemška vojaška letala. Ne? Šele po kapitulaciji Italije mi dobimo Američane dovolj blizu, da v bistvu lahko tudi nad našimi kraji rekel ustrezneje preletajo. In potem tem bombardiranju, ko govorimo, to je pa se pravi leto 1944 in pa leto 1945. Prvi napad, ki smo ga v Mariboru imeli, je bil januarja 1944. Potem pa je bilo nekaj časa mir do jeseni. V jeseni se pa potem ponovno začnejo ti napadi, pa vse tam seveda do pomladi 1945, ko je praktično vojna konec. In Maribor je tukaj daleč najbolj bombardirano mesto v naši državi, daleč najbolj uničeno mesto v naši državi. Tam približno 50% mesta je bilo poškodovanega, uničenega.
In kaj ne rečem, te bombe, ne vem, jaz sem imam še, mislim, imel sem še priložnost, da sem se pogovarjal z ljudmi v svojih mladih letih, ko sem pač začel v muzeju delati, pa sploh ne veš, s kom se pogovarjaš, ne, sorazmerno mlad sem bil. In to so ljudje bili tudi stari tam, veš, konec 70, 80, 90 let so bili tukaj čili v tem smislu in seveda si se pogovarjal. In bombardiranje je, koliko lahko pač iz spomina povem, potem pa iz tega, kar vemo, je bilo predvsem stresno do te mere, da bi razmišljati trezno bilo zelo težko. Se pravi, ampak ena stvar je pa veljala, se pravi, bombe, ko so padale, to je pokalo. Mi moramo vedeti, da je na Maribor, da se lahko delata do the math, ne. Na Maribor je v 29 dneh padlo, v 29 bombnih napadih padlo 15.697 bomb. 15.000 pa v 30 dneh. S tem, da je Maribor imel v začetku vojne približno 40.000 prebivalcev. Pa so jih nekaj izselili, nekaj so šli v vojsko, nekaj pobegnili in tako naprej, tako da število pada. Ful dost. Ogromno. Kar je pa pri tem zanimivo, je pa to, da so pa, se pravi, ta nemški oziroma nacistični ordnung disciplin, je se tukaj izkazal kot zelo natančen in točen in so zelo redno, dovolj hitro, očitno, javljali. Se pravi, sirene so tulile, ljudje so bili obveščeni, da se pripravlja bombni napad, da prihajajo in potem so seveda se ljudje lahko tudi bodi si pač skrili, tiste neke ustrezne pač ukrepe, kar se lahko naredili, so naredili, drugače pa so bila odprta, se pravi, ta zaklonišča. In, kaj ne rečem, ogromno bomb tudi ni eksplodiralo. Tudi te imamo se verjetno še kdaj zaslediti, da se kakšna bomba najde. Ne? Tako, evakuacija v Mariboru. Tako evakuacija, ja, tudi to delamo. Tako da, ne vem, jaz mislim, da je to bombardiranje seveda absolutno ljudi prestrašilo, uničilo absolutno vsak dan v smislu pač mestne infrastrukture, če nimaš doma, pač nimaš kaj. Mislim pa, da je še samo tu bilo tole, kaj se z bombardiranja tiče, ena zanimiva stvar, da so veliko bomb je padlo tudi ob obrobju, ob obronkih Pohorja, kjer je bila poselitev zelo nizka. In so se naredili krateri, ki so jih pa nacisti v koncu vojne skoristili za to, da so noter, kot odgovor na tvoje vprašanje, ki so streljali talce, če samo v zaporu. Imamo Frankolovo, imamo nekaj zunanjih lokacij, imamo lokacije na Pohorju, imamo torej zapor in pa usmrtitve na obronkih Pohorja, kjer so streljali ljudi in so jih trupla kar padala v te kraterje, ki so ostali od ameriških bombnikov, ki so metali te bombe. Bombe so bile pa tam 80, 250, 500 kilogramske. Krater veliki, ne? Ja, velik, absolutno. Upam, da jih niso napolnili. So. Približno 200 ljudi je bilo ustreljenih na področju, ki mu rečemo ledina. Tudi med drugim ena takšna recimo znana punca oziroma znano ime je Marica Kerenčič. Ona je bila rojena leta 27, se pravi pa umrla leta 45. Dijakinja je recimo bila kot kurirka, ki je spremljala bodoče borce na Gorenjsko, tudi na Koroško. Bila je mlada Skojevka, celo mislim, da v Lackovi četi je svoj čas bila mlada punca, če se predstavljate. In to od ene znamenite družine Kerenčičevi v Pesnici, to je bila taka gostilna Kerenčič, kjer so očete odpeljali, kjer so mamo odpeljali, skratka, in tudi ustrelili tole Marico na koncu vojne, se pravi dijakinjo. Je bila v zaporu zaprta, ampak so pač vozili te ljudi potem iz zapora ven in so jih streljali na tam rečemo ledina in tam je še danes spomenik padlim talcem. Je v Mariboru kakšen primer Nemca, ki je rekel, fuck ne, tega pa jaz ne bom delal, pa se šel postaviti za slovenski narod. Jaz sem pripričan, vse si preveč rekel, da bi se nekdo postavil za slovenski narod. Ja, ker je videl, da
Jaz bi končal, da se nekdo postavil na človeško stran. Se pravi, vedo je, da ima privilegij, kjer pač v poziciji z uniformo za čelado, ki je nosi, pač predstavlja to vrstni režim, ki si je podredil druge, se pravi, druge ljudi, druge narode, druge rase, sicer je rasa konstrukt, ampak ne. Zagotovo je ne. Ja, je en. Ampak ne bi rekel, da so šli za slovensko stran, tako se pač se rekel bolj zgolj na človeka. Omenil bi enega, no. Recimo, tole Mici Štamparjeva se mi zdi izjemen primer. To je bila gospa, ki jaz se spomnim, da ko sem bral pač neke članki, pa te knjige, ne, je se vedno pisalo gospa Štampar. Jaz sem si predstavil to gospa Štampar, neko ne vem, gospod 50 plus 60 let, kaj je gospa Štampar, ne. Bolj gotovim, da je bila ženska stara, mislim, da 36 let, ko je vstopila, oziroma ko je izstopila iz zapora, se pravi, šla je v zapor kot paznica in je 2 leti, pa pol 3 leta bila v tem zaporu, skratka, in pomagala Slovenkam. Recimo Slava Klavoro je mogla peljati na streljanje. Nje je Slava Klavora, ta največji heroin Jugoslavije, v našem Mariboru in Jugoslaviji v tistem času, je dala njeno osebno torbico. Se pravi, ženska punca, komaj 20 let stara, ki ve, da bo ustreljena, zdaj v roku nekaj minut, je dala torbico paznici, nemški paznici, naj odnese njeni sestri. Ta paznica je omedlela na prvem streljanju v Mariboru, ko so streljali Slovenke in Slovence. In ko so streljali tole Slavo, ki je torbico dala, se je onesvesla. Ta torbica je v našem muzeju, ker je ta gospa očitno prenesla naprej njeni sestri in njena sestra dala nam. Mica Štamparjeva je bila poročena z enim Mariborčanom. Njena hči, gospa Mira Protič, živi, seveda, smo velik privilegij, da smo lahko spregovorila. Ta gospa Štamparjeva je, recimo njena ena izmed metod je bila, da se, če škoda gre na izlet ali na sprehod ali kaj, in je imela nahrbtnik, in ta nahrbtnik je imel seveda noter hrano, ne, ki je bila namenjena njej. Ona pa je to hrano potem porazdelila med preostale zapornice, te talce, ki so jih streljali. Ne. Vmes je skušala tudi sporočila prinesti ven ali prinesti kaj od družinskih članov noter. Se pravi, da pa to delala, pa je mogla ogromno ljudem zaupati. In ogromno ljudi je seveda bi lahko v bistvu, ja, lahko bi nastradala. In je. In se je dala sprositi narediti preko še enega paznika, prav tako slovenskega rodu v tem zaporu. Ni bila edina, ampak pač, ker si izpostavil, Nemka je bila, oziroma Avstrijka. Se je dala narediti ključ od moškega dela zaporov, da bi še tam se seveda pač delala to, kar počne na ženskem delu zaporu. Vse ste slišala prej pismo Martina Konšaka, ne? In jo je nekdo izdal. Izdal je pa je Slovenec. Pa ni bil, imamo kar nekaj imen, ki se recimo izdajali v času okupacije, ne, Mariborčanov. Za razlogi so različni, nima smisla debatirati, ampak njo so ujeli. Njo so ujeli, jo poslali v taborišče. In v taborišče, in je to taborišče Revica preživela. In ko je tudi potem seveda živela v Mariboru naprej. In te ženske, ki so bile v zaporu z njo, so seveda tiste, ki so preživele, so šle tudi v taborišče in tako naprej in se vrnile. In tako da so te ženske postale seveda absolutno povezane še naprej in ona je bila nacistične uniforme nosila, pomagala v tistih težkih časih Slovenkam, Slovencem. Šla v taborišče, bila kaznovana v taborišču kot ena izmed njihovih. Ne ubijemo je, ampak mučiš. In je preživela. Se pravi, en primer. Drug primer bi še izpostavil pa enega policista, ki pa ni streljal na Slavo Klavoro oziroma na tisto skupino, prvo skupino talcev, ki je bila ustreljena v Mariboru, se pravi 24. 25. avgusta 1941. In tam je bil en policist, ki ni dvignil puške. Vemo, da mu je ime Hans, ampak ostalega pa mogoče... Ve se še nekaj, ampak mogoče zdaj tukaj ne bi ravno, ker je pač neka taka zgodba, ki bi se mogoče lahko celo malo napak interpretirala, ampak gre za posameznika, ki je seveda v tistem ključnem ceremonialnem streljanju, prvem streljanju v Večeru, mislim, zvečer je bil v Mariboru poletje, če si predstavljate, nacisti so zasedli mesto,
nemška beseda se sliši, češ, no, zaenkrat je vse ok strani Nemcev, ne, oni obvladujejo, oziroma nacistov in so organizirali to streljanje, svežo žagovino pripeljali, krste pripeljali, ljudi izbrali, katere bodo ustrelili. In pač kot zanimivost, kako je to izgledalo, naj bi tile zaporniki, med njimi torej Slava Klavora, naj bi peli pesem Vstanite v suženjstvo zakleti in so jih streljali po 2 skupinah oziroma 3 skupinah in če si predstavljate, jih nekaj poje, pol jih nekaj pade, jih poje vedno manj in vedno manj. In na tem streljanju, torej ta Mici stoji na tem streljanju oziroma omedli in na tem istem streljanju en nemški policist ne dvigne puške. In je bil nemudoma pač nekako odstranjen, koliko se da razbrati iz zgodovine. Ampak ja, se pravi, mi ga omenimo, ampak omenimo kot nekoga, se pravi, ki je imel črno na belem, ne da lahko to počne, da more to početi, pa če ima kakšne frustracije ali ne. Zdaj si tu te plačamo, da ubiješ te bandite, tako kot je pisano na plakatu, ne, banditi. Ampak pač videl je 20 let staro žensko, neoboroženo v plašču, z rokami v žepu, stoji pred steno nekega zapora in njega se preprečuje, da je to bandit. Da je to nekdo, ki ga treba streljati, ki ogroža njega. In pač tega ni naredil. Tako da, ja, jaz mislim, da so. Kar pa seveda ni dobeno opravičilo za nacizem, ni dobeno opravičilo v tem smislu pač, da ker je pa, ne vem, nekaj to ni naredil, da pa nikoli drugega predtem ni, to ne vemo. Ja. Ampak vprašaj si, če so bili posamezniki in so bili posamezniki. Med opisom si omenil Slavo Klavoro, če bi kot neko najbolj prepoznavno Mariborčanko s strani uporništva. Ja, če bi še lahko malo njo, ker o njej ne vem skoraj nič tak. Pa ste slišali kdaj? Jaz sem slišal. To je moje vprašanje, če ste kadarkoli slišala za, ne vem, enega izmed junakov druge svetovne vojne. Ime sem slišal, ampak zgodbe ne poznam. Ja. Slava Klavora je bila ena res izjemna ženska. Končala je srednjo šolo v Mariboru po rodu Primorka. Mislim, živeli so v Mariboru, Klavora je primorski primek, ne, se pravi del tistih primorskih Slovencev, ki so v 20-ih, 30-ih tako se selili. In Slava Klavora je potem seveda v Mariboru bila zelo aktivna, ne, takrat je komunizem, se pravi v 30-ih absolutno dosegal naše kraje, ne, in ti tam mladi, se pravi, so bili skojevci, ne, komunistična mladina. In Slava Klavora je bila velja za skojevko, se pravi, napredna mladina šla je študirati v Zagreb, se družila z tamkajšnjimi komunisti, ne. In ti komunisti so seveda v tem času se že prav organizirano delovali po svoje in je bila del te srednje. Ko pa se je napovedala, se pravi, vojna drugi Jugoslaviji, pa mi moramo mogoče razumeti to, da lahko potem Slavo vključimo v koncept, da vojske ni bilo. Se pravi, ta vojska jugoslovanska bo zdaj nihče ne vodi, je ni, tile fanti posamezniki se bodo Bog ve kako in kam razkropili. In edini, ki so imeli dobro spostavljeno komunikacijsko mrežo, edini, ki so imeli dobro spostavljene skrite poti, edini, ki so imeli dobro spostavljeno, se pravi, celo hierarhično strukturo, kdo vodi, kdo je sekretar, podsekretar in tako naprej, so bili tisti, ki so ne vem koliko let predtem delovali ilegali. In to je bila pa komunistična partija. In to je bila ta prednost, da so se seveda ti lahko organizirali, ne, in tako imaš občutek neke organizirane skupine. In Slava Klavora torej je bila del teh skojevcev in je v Mariboru, recimo takoj, ko se je vojna začela, in nemudoma več ni spala doma, da ne bi svojih ogrožala, in je začela z akcijami, recimo trosilne akcije, mi imenujemo akcije, ki so jih tam pač v vojni, so štampali listke na šapirograf, se imenuje taki tiskarski stroj, to so bile take šablone z, ne vem, raznimi komunističnimi gesli, antinacističnimi gesli in tako naprej. In so to bili mali listki, ki jih je ta naša Slava štampala na takem malem strojčku v, mislim, taki lopi svoje sestre, tam nekje na Tržaški.
In je to potem zvečer, ne, po 9. uri, ko je policijska ura veljala, ti si mogel biti noter, Slovenci obvezno. Mislim, vsi so mogli biti noter, razen tisti, ki niso bili na službeni poti, se pravi vojska, policija, ali pa ne vem, na poti do zdravnika, ali da si pač v službi, da se nekaj po noči dogaja. In ona je zvečer ob 9. skupaj s svojimi mladimi skojevci, kdaj gremo ven, po noči gremo ven. In kdaj je metala listke, po noči so metali listke, veš, po podhodih, ulicah in tako naprej. In to so ljudje zjutraj so se zbudili, veš, priješ na ulico, veš, kakšne liste ga vzameš, veš, pa neko geslo, ne, veš, da odpor obstaja, veš, da nekaj se dogaja, ok, Neko upanje. neka mreža, neko upanje, sam si uporabil. In isto je bilo s Pohorskim bataljonom. Ko Pohorski bataljon padel, je umrlo ne 69 ljudi samo, ampak upanje vseh preostalih tisočih v Podpohorjem in okolici, ki so računali na njih. Tako da, veš, taki domino efekt se je večkrat zgodil in ta Slava je, se pravi, te listke delala, potem trosilne akcije, torej vmes je skrbela za mrežo, ne, za komunikacijsko mrežo. Tudi recimo bolj zanimiva stvar je ta, da je sodelovala pri tem, kam bi sploh prve partizane na Pohorju namestili. Sodelovala je pri iskanju prostora, ne. In tako naprej. Skratka, to mlada punca bila, ki pa so seveda, da so lahko vse to delali, so se mogli pa nekje dobivati. In tam, kjer so se dobivali, to so bila pač neke skrivne takšne javke ali pač stanovanja v mestu. In Slavo Klavoro so ujeli pri eni izjemni ženski, Mari Čepičevi, ki je bila drugače pevka, ne, operna pevka, pa učiteljica klavirja. In so jo, in je tem mladim pubecom, ne vem, Bojan Ilih, če sta Maribor imamo Ilih sladoled, skratka, to je, se navezuje na to družino Ilih. Bojan Ilih recimo je bil, Slava Klavora je bila tisti dan in še marsikdo, ko so hodili k tej Mari Čepičevi na sestanke, ne, ali na predaje informacij. Priješ, potrkaš, greš noter, si par minut in greš ven. In je Gestapo nekako to zvedel, so postavili zasedo in so seveda tile mladi aktivisti padali v jamo. In Bojan je že bil, se pravi, noter, potem pa pride še Slava Klavora, tudi njo potem ujamejo, skratka. In da skrajšam, ujamejo, mučijo 18 dni, če se ne motim, ona ves čas nenehno odgovarja, ne povem, ne povem, ne povem, ne vem. Ne povem. Vem, samo ne povem. Ne povem. In to je pač nekako se zasidralo, ne? To je bila Slava, ki ni povedala. In potem seveda Slavo pač policisti obsodijo tam na smrt in je to potem to streljanje, o katerem se govoril, in po Slavo pride v celico tale Mica Štamparjeva, jo prime, pelje ven, izkuša še kakšno besedo nameniti, čez da peljejo na zaslišanje. Pa ve, da gre na streljanje. No, in potem njej da to torbico in ostala je zgodovina. Bila je pa mlada. Ja, ona je, se pravi, ona je bila brucka, bi rekel. Prvi letnik faksa. Slava je bila brucka, prvi letnik faksa, ki se je takoj, ko je vojna prišla, se pravi, se vrnila v Maribor, da bi v Mariboru pač delala to, kar bi lahko delala. Bila je skojevka in mi imamo mrežo, ne, ki deluje proti nacistično in to je njena naloga. Spala ni doma, sploh se je šminkala, rezala si je lase in tako naprej. In tako kot sem prej rekel, ko je prišla ona na vrsto, nekdo ni streljal. Smo pa v mislu našli oziroma našli. Vse to je bilo znano, sem pač ni se nekako mogoče objavljalo, da ste se zgleda pa ta policist in pa Slava Klavora tudi srečala poprej. In verjetno je čisto malo potrebno, da človek razgradi vse te svoje strahove, o kateri smo se prej pogovarjali, zakaj bi človek verjel nekemu klipanu, ko je Hitler. V bistvu 1 na 1. Kolikokrat si ustvarjamo mi neke strahove, neko jezo, pa nimamo človeka ob sebi, ampak v njegovi odsotnosti gojimo jezo do. Saj verjetno sta že kdaj v tem prepetumu se kdaj znašla, ne? Ampak ko pa srečaš, pa viš, da se soočiti bistveno drugače, da je nekaj popolnoma drugega. Da ti banditi z juga, ne, ti prokleti Slovani, ne, ta južnoslovanska golazn, niti ni tako grozno napačna, ne. Mislim, to ne zgleda tako. In pač ni streljal. To si lahko predstavljaš, ne. Težko, ampak mislim, nore zgodbe, ne. Se mi zdi pač situacija. Ne veš, kaj njemu šlo v glavi, ne, takrat, ne. Sem. Ja, ampak zdi se mi pa, da je, gledaj, danes, kaj pa danes?
Danes moški, recimo v današnjem času, ki nosi puško, ima vso možnost pogledati vse vojne za nazaj, pičica. Kdo je kaj počel, zakaj so počeli. Imamo možnost spremljati travme, dajmo poslušati veterane vietnamske vojne, dajte poslušati veterane zalivske vojne, dajte poslušati veterane vojne na Balkanu, dajte poslušati veterane prve vojne, druge vojne, da veš, da če boš stopil v te iste čevlje tegale, se pravi, pač človeka, ki bo v taki prisili vojni mogel to početi, da ne bo se dobro končalo. Ne? In zdaj, Danes, ko ti pokaže, kaj lahko pričakuješ. Kaj lahko pričakuješ in vedo si in pol pač greš in pol ne stokaj, ne jokaj, pod narekovaj. Ne? Mislim, sicer je pa izjemno težko, kaj ne rečem. Vojna nima pravil in vojni je v vsake vojni se delajo grozote. Ne? strašljive grozote, v vsaki vojni se pač dogaja nekaj, kar se ne bi smelo dogajati. Ja, jaz, kot sem bil mlajši, sem še vedno imel predstavo, da vojna je neka stvar organiziranosti, reda, vojska ne je red. Polko pa sem zdaj začel neke dokumentarne filme, mogoče kako knjigo brati, pa sem videl te predvsem posamezne primere, ko pa vidiš, da je samo zmeda voda, vojna je samo zmeda. Samo si lep, veš kaj, uporabil si dve besedi, ki so zelo različni. Vojska in vojna. Ja. Vojska je red. Jaz imam kolege, znance v vojski, ne, seveda lahko reče kaj kritičnega, ampak ja, ponosni v tem fura. Da fura red, fura neko varnost in tako naprej. Se pravi, ne moramo zdaj tu zanikati pa se iti neke naivnosti. Živimo v takem svetu, ki očitno od nas tudi zahteva to vrstno pripravljenost, ampak vseeno pa menim, da pa brez puške ne rajiš druge puške. Brez enega nasilja ni drugega. Ne? In v vojna je pa seveda nekaj popolnoma tretjega. Če bi pogledali recimo videoposnetke, to je zelo zanimivo, pa mogoče lahko celo najdete. Videoposnetke nacistov, ki prihajajo v Maribor. Oni so vlogali, sem pač niso govorili zraven, ampak so bili veš, na 3 cikle se furali in snemali ljudi, kako so mahali, ne, in vidiš folk navdušen, ko pride v Maribor, ne. In oni so se, ne vem, so pač vlogali, se vozili in to je bilo prav rock'n'roll scena, ko to vidiš, ne. In ljudje mahajo, dajo denar, sladkorčke, cigarete, skratka, ne, imaš občutek, da je Maribor izjemno toplo sprejel te naciste. Tak kaže. Ampak to so bili seveda mariborski Nemci, ki so si tega absolutno želeli. Ne smemo pa pozabiti, da so pa po mestu viseli plakati, ne, da v slovenskem jeziku, da se morajo vsi, se pravi, ki pač to niso, ne, pred nemško vojsko umakniti, da morajo, se pravi, ne smejo gledati niti skozi okno, ker morajo okno ob mimohodu nemške vojske imeti zaprta. Kdor gleda skozi okno, je v nevarnosti takojšnje ustrelitve. Ne smejo se zbirati po več kot 2 osebi, pa ne smejo se zbirati na ulicah, na trgih ali sadovnjakih. Se pravi, omejili so ti vso možnost, da si na koncu samo v hiši lahko bil ne gledal ven, da so potem seveda v tem mimohodu snemali množico, kak maha. In to so potem, se pravi, zložili te filme in so pošiljali nazaj v Nemčijo, kjer so, tako kot pač civilisti, vojaki so hodili kina, ne? In tako kot imamo mi zdaj trailere pred pač nekim filmom, ki ga pogledamo, tako so pač oni imeli ta Wochenschau. Se pravi, kje je naša vojska danes, ne? In so potem na neki točki tudi prikazali, kako vojska se vozi skozi Maribor, kako napreduje, ne? Kako so nas osvobodili srbskega terorja, uporabi to besedno zvezo, in kako so ljudje veseli, mahajo, skratka, mislim, bizarna scena, ne? Ampak isto mesto, razumeš, kjer si pobil 686 ljudi v tem malem zaporu, kjer so streljali dekleta, mlade punce, mislim, leta 45 streliš dijakinjo. 17 let staro punca. Ampak ja, ne, plus še nič koliko ostalih. Teda, kaj jaz vem? Jaz tu ne želim biti pameten, vem samo pač, da vojska z človeka naredi nekaj zelo nečloveškega. To je to. Pa po moje, kdorkoli je. Veš, v vojni so sodelovali vsi, menihi, duhovniki, partizani, kmetje, profesionalni vojaki, dekleta, žene. Moraš biti v tem smislu profesionalen vojak, da se udeležiš tega bizarnega procesa. Ne? Drugo ti ne ostane, ne, praktično. Najbrž ne. Borba za preživetje vsakega, ne. Lahko ti. Kako pa otroci gledajo na to, ko se pogovarjate o tem, oziroma koliko? V muzeju? Ja. Muzeju
Imamo par takih točk, kjer veš, da bo otrok po svoje navdušen nad nečim, kar ne bi smel biti navdušen. Ja. Ampak je to priložnost. Priložnost, da se z otrokom pogovoriš, priložnost, da greš na izlet, se pravi, miselni, super, da lahko otroka se z njim pogovarjaš, da pač, ko so tako stari. Recimo ta bomba, ki jo imamo v našem muzeju, ko postopiš noter na hodniku, je pač bomba. Ker vsake toliko časa se najdejo bombe, pol pa so nas večkrat muzeji kontaktirali, ne da kaj povemo o bombnih napadih, sem pa tja, pa če imamo kako bombo za fotografirati, pol pa so se na neki točki naši odločili, da smo bombo prenesli v hodnik. Ne? In zdaj ta bomba, se pravi, vsakeč, ko pridejo otročki, ki pa pridejo različno stari. Ne vem, danes sem imel dijake, v tem tednu zdaj prihajajo recimo otroci iz osnovne šole, pol pa pridejo na veliko otroci iz vrtca. Wow. Kajti naš muzej narodne osvoboditve je muzej v bistvu 20. stoletja, tako da ni vojna, je pa vojna v osnovi to, s čimer se ukvarjamo. Ne? Ampak, in zato smo bili tudi ustanovljeni. Ampak danes imamo v bistvu najrazličnejše teme 20. stoletja. In ko dete pride, tudi če ga zdaj čaka, veš, vsebina o igračah nekoč, ne, ki je razstava ali pa ura temu pripravljena, mora iti mimo tiste 500-kilske bombe, veš, ki je odprta kot konzerva. In smo te naše otroke, moram reči, ker večkrat prije, recimo v okviru abonmaja, da prvič je še, ne, drugič je, če še kjer na novo, tretjič že zignorirajo. In tudi ne dajemo pozornosti tistemu, zdaj, ko otroci takoj padajo v bombo, zato ker bodo večkrat prišli, bomo o tem se že pogovorili, ko bo čas, ker če se zdaj začnemo o tem pogovarjati, edina stvar, ki bo otrok na koncu znal povedati, kaj je v muzeju videl, bomba. Tega si pa ne želimo in niti ne želimo bombi dati pozornosti, kadar otrok za to ni ne dovolj zrel, ne dovolj star, skratka. Ampak skozi ostale vsebine pa nenehno poudarjamo, ne, da vsako nasilje ni okej, da moramo biti prijazni drug do drugega, da moramo negovati naš odnos in da bomba ne predstavlja dialoga. Ne. Bomba je enosmerna komunikacija. Kaj so želeli povedati tisti, ki so bombo se odločili, da bo dali na letala, da bodo peljali nad neko točno geografsko širino in dolžino, da bodo nad to mesto vrgli točno toliko kilsko bombo? Kaj so hoteli povedati? Da bo bombo naredila bum. Ne zanima jih odgovor nazaj. To je enosmerna komunikacija. Ja. 1-0. In potem probamo to otrokom pač na ta način, odvisno, koliko so stari, povedati. Ne? Drugače pa ja, seveda so fascinirani nad strojnico z prve svetovne vojne. To sem jaz. To sem prva stvar, ko sem jo takrat videl pred leti. Ja. Še vem tako, da je bila, mislim, da na spodnji polički. Ja, na tleh, se spomniš? Ja, meni je bilo to fascinantno. Veš, kaj so otroci, ne vem koliko let, zdaj se to malo neha, ampak ko smo jih peljali skozi ta prostor, če veš, kje je, so se mi nalimali ko muha na šajbo, veš, kak bonf, ne, tu pa tam kak je otrok, kak je pubec, veš, hiperventilira, ta gleda, mislim, strojnica, to je tak veliko kot on, veš, 1 na 1 gleda ga tista cel, ne, in je ful zanimivo, ta neki bojni krik, ki so ga izusli, ne vem, prav ljudje so, veš, nekaj bilo, ne vem, vikingi so se daljevali, hala, pa šli, ne. In tem, ko se otroci, so se mi, veš, kaj so kričali, ne? Fortnite, v muzeju. Prav tako izgleda, veš, pa ima taki tulec. Ja. Fortnite. Mislim, imaš ti otroke, ki plešejo okrog strojnice, razumem, mislim, začne, se veš, ko se gledajo te dancing charactere, skratka gor, ne? Fortnite se ti je na 2 tam, veš, not padete, moraš prav umiriti, greš proč na drugo temo, ne razlagaš. Otroka moraš obdržati, rekel, da to še jemlje kot igro, ne? Ja, jemlje kot igro, saj ne ve, otrok je, a ne? Ampak mi pa je zanimivo eno vodilo, mogoče bi rekel, da ga včasih probam implementirati, namreč v reviji Žena in dom. Se pravi, to je bila prva taka ženska revija na slovenskih tleh, taka konkretna. Kasneje je to bila Naša žena. In na tej reviji so pisali predvsem ženske, predvsem dame za dame, ne vem, za gospodinje ali za delavke, skratka, kaj se bo ta teden kuhalo, kaj se bo, ne vem, kakšni so modni trendi, ne vem, katera kava se zdaj prodaja, veš, ali je Frankova kava, ali so zdaj, kateri batini čevlji so zdaj pač, ne, v trendu in so bile reklame noter, pa nasveti za lepotičenje, pa nasveti za higieno. In so bile različne rubrike za zdravje, za kaj. In je bila ena rubrika, ki se je ponavljala, se pravi, v tej reviji, ampak mislim leta 1935, 36, 37, se pravi par let pred vojno. In daje noter v revijo rubriko, ki se imenuje Za mir. In v vsaki številki izide
članek, ki ima se pravi, naslov Za mir, zdaj pa članek govori nekaj zvezi s tem, kaj za mir. In revija, ki je namenjena ženskam v tem, se pravi, v tem segmentu Za mir, vedno daje članke, ki imajo en kredo. Kaj lahko ženska naredi za mir v svetu? Vzgoja. In so, se pravi, stoletja nazaj, ženska. Pač vzemimo v tistem konceptu, ne, kjer so moški bili v tem smislu ne izključeni, niso se najbrž tako vključevali v vzgojo otroka, v družino. Ne. In ta revija je pač negovala to neko klasično strukturo tistega časa. In je en čudovit članek, kjer piše, ne kupujte otrokom predmetov, ki spominjajo na vojno. Ne kupujte otrokom pištol, ne kupujte otrokom uniforme z, ne vem, temi bleščečimi gumbi, kajti otrok vojne ne razume in si bo vse napak razlagal. Tudi jim ne pripovedujte napetih, tragičnih zgodb iz vojne. Se pravi, to so pisale v času, ko so ateji detki iz Prve svetovne vojne bili še kak živi. Ne? Danes mi tega nimamo. Imamo pa YouTube, pa otroke na tem. Se pravi, ne rajemo niti detka z vojne. Danes, jaz sem pripričan, da je nič koliko mladoletnikov pogledalo v živo streljene, se pravi, tega Krka. Pa ne vem, če je ok, mislim, da to že zloraba, da 15, 16, 17 letnik lahko vidi v živo, pa ne rabi v živo, ampak kako so nekoga ustrelili. Mislim, da tega za življenje doben mladostnik ne rabi. Ampak, veš, kak je potem, ne, zlaufa to skozi in koliko se v bistvu te slike približajo, ki v bistvu jih največ človek na neki točki sploh ne sme imeti. Zato se z vojno, ko otrok za to ni zrel, ne ukvarjamo. Po milijon enih igric, ne? Tudi, milijon enih igric. Recimo Fortnite mi je fora, da z lepimi karikaturami, ne, barvnimi, ne, to, kaj glih otroke najbolj privabi, prve, prikažejo streljanje kot neki game. Lahko nekaj mogoče na to temo, no? Poznate ta koncept Ravbari in Žandari, kavbojci in Indijanci, partizani in Domobranci, recimo. Ne, Nemce imaš. Partizani, Nemci. Ja, v slovenskem kontekstu, ampak ok, igra. Ampak, seveda imaš prav, ampak igra je bila partizani in Nemci. Ne? To so se igrali otroci. Ne? Se pravi, kavbojci so lovili Indijance, ne? Policisti so lovili žandarje, ve se, kdo bo tepen. In pri partizanih in Nemcih se je vedlo, se pravi, tu se spostavi nova igra po letu 45, ne, kjer se otroci imajo svoje enake, to so strici, detki, starši, ne vem, nekaj let po vojni. In se seveda igraš Nemci in partizani. Kdo bo tepen? Na igrišču, če se otroci igrajo, veš, iz bloka, ko se igrajo to. Ve se, da morajo biti tepeni Nemci. Ampak kdo bo zdaj Nemec in kdo bo partizan? Imamo različne stare otroke na dvorišču. Kdo bo partizan? Starejši ali te mlajši? Partizan je starejši, ker bo zmagal, ne? Seveda. Kdo bo tepen? Mlajši. Takoj si imel travmo stisno, ki je prišla iz te generacijske travme vojne. Zanimivo. 1, 2, 3. In kaj starši naredijo? Igračo te neko rabi, ne? Kaj mu daš? Ja, leseno puško, ne? Ampak je vsaj eko in bio. Je vsaj lesena. Danes pač na podlagi to, kar si ti rekel, te igrice in vse živo, skratka te neke plade, ki se gremo, imajo potem posledično še seveda side produkte, od majčk do ganov, do ne vem česa vse, ne? In imamo Fortnite puško, imamo v muzeju. Skupaj z leseno, ki prikazujemo, da smo ljudje od nekdaj znali brciti v temo. Samo danes brcamo s plastiko. Napredek, da se nič ne spremeni. Ne? Nič se ne spremeni. Nič se ne spremeni. Včasih je bila potrebna velika vojna, ki je v bistvu vplivala na to, pa je bil to žalosten proces, ki je, mislim, boge otroke, tiste tam najmlajši, ki so bili vključeni v to, mislim, so jih tepli, nove travme, ne. Kome si čakal, da si bil dovolj veliki, da boš lahko bil ti partizan, pa da boš treskal koga drugega, ne. Pa lahko vi sploh se vi lahko samo to otrokom predstavite, zdaj pričakovati pa ne morete nič, ne? Ne, ampak upaš pa, želi si, ampak hvala Bogu imamo tukaj tako učitelje, vzgojitelje, se pravi, ni to neka frontalna oblika, ko pač poučujemo, izobražujemo, ampak sodelujemo res veliko. Tako da imaš taki super občutek, da zdaj smo mi tukaj učitelji, vzgojitelji, skratka zbrani vsi, ki bi radi tem otrokom nekam dali. In to je ful prijetno občutek. Smo v muzeju, smo v varnem prostoru, kjer jih ne učiš nekih neumnosti, ampak jih učiš stvari, ki misliš, da jim bodo v življenju pomagali. Zdaj recimo razgrajujemo
to sintagmo plišaste igračke, ki prej si ful zanimivo rekel, se pravi, da neke zelo nevarne stvari izgledajo zelo simpatično lahko, ne. In če pomisliš plišasta igračka, s česa je narejena plišasta igračka? Ime pove. Pliša. S česa je pliš? Kaj vem, bombaš nekaj takega. Kaj vem. To otroci mislijo, večkrat rečejo volna, ker je kao igračka mehka, prijetna konotacija, veš, pozitivna. S česa pa? Plastika. Aha. Plastika. In kaj damo otroku prvi dan v zibko, ko se rodi? Da ima Plišeka. plišeka, prva igračka. Mislim, s čim otroci tipajo, zaznavajo svet? Z rokami, z usti. Slej, ko prej bo plišek pristal v ustih. In kak pliški izgledajo? Piše na veliko, nevarno, mikroplastik. Ne. Imajo podobo naših največjih junakov, ne. Veš. Prej, ko si rekel, da so se igrali na igriščih dobre slave, ne? Ja. Ne vem, je bilo, kaj pa se bi danes igral, ko včasih po nekih vojnah, nekih travmah hitro veš, aha, ti so zmagovalci, ti so poraženi, ti so dobri, ti so slabi predstavljeni. Ker danes pa se mi zdi, da več se sploh ne ve toliko, kdo je sploh dober, kdo je slab. Ja, jaz mislim, da svet ful ni črno-bel, ne, da je toliko nekih mestnih, se pravi, pasaž, da niti več ne spremljamo, kaj se v svetu dogaja. Da ta mladi pa po moje sploh ne spremljajo zavzeto neke stvari, zato ker se ne moreš vedeti, kaj je pomembno, kaj ni pomembno. Kaj vidva veta? Bi znala včerajšnja novica tako, da ne prvih 3 naštet, kaj je bilo res pomembno, kaj ni. Veš, toliko se zgodi, toliko smo informirani s tem, da nas več nič ne prevzame, nič ne v bistvu ustoliči, da bi se z nečim res ukvarjali. Ne? Tako da jaz mislim, da tudi stvari letijo mimo. Tako kot letijo mimo neke besede, tako kot letijo mimo, bom rekel, neki koncepti, ki se jo znamo, tako kot leti mimo tudi vsak dan. Ne vem, sprašujemo tudi, pa mislim, koliko časa preživljamo na tem. Ne? Koliko smo tu dezinformirani, informirani, pa koliko v bistvu se sploh ne spomnimo, koliko časa smo preživeli na tem. Tako da ne vem, če obstaja koncept še to vrstne strukturirane igre, ki bi se zgodila zaradi nekih velikih družbenih premikov, da bi se tam mladi ali otroci začeli igrati nekaj v to. Razen ene, ki pa me je pa zabolela, ni bila vojna. Bil je Squid Game. Aha, Kaj je Marijanca ali kaj je tale igrica? Ko se obračaš. Ne? Ko moraš pribiti primere. Tako. Okay. A to je tista serija, ja? Ja, se pravi, absolutno neprimerna za kogarkoli mladega. Ne? Mene je zabolelo to, ko sem videl otroke v parku se špilati. To isto reč, iz Squid Game varianta. Strelaš se. Ampak, razumeš, mislim, strukturirali pa so, znali so pa posnemati igro iz nečesa, pač kar očitno smo starši to omogočili, dovolili. Meni se pa zdi to problematična ta serija. In otroci, ne vem, 50 let nazaj, 40 let nazaj so se pa to isto igro pa še igrali. Jaz se še igral kot otrok v šoli. Učiteljica nas je organizirala in tako naprej. Ne? Danes otroci samo so si organizirali igro, ki je leta in leta niso igrali, zato ker je zdaj pa postala pa full cool. Zdaj pa šicaš. In to pa me boli. Postala to konvekcija, ne? Skrito neko normalo preoblikovano. Ne igrajo se otroci Gaze in Izraela, ne? Veš, igrajo se popkultura. Popkultura pa v bistvu zmaliči tradicijo velikokrat in to je zagotovo en takšen primer. Ja. Ti si prej nekaj mislil vprašati? Jaz sem mislil čisto vprašati, kaj je vizija njihovega muzeja, pa kaj hoče otroke naučiti. To sem htel vprašati. To želimo. Veš, kaj imamo? En program imamo, v katerega radi zapeljamo vse vsebine, ki se nam zdijo, da so lahko zares uporabne za življenje v bodoče. Recimo, skušamo jim pač ta program, Muzej za mir, se pravi, kaj želimo sporočati. In želimo jim v bistvu sporočati 3 stvari, 3 besede. Smo res hvaležni, če nam grejo s temi 3 besedami ven. Če jim še kaj zgodovine ostane, bomo super veseli, ampak če grejo ven s tem, da so ostanejo ustvarjalni, da ostanejo empatični in pa karkoli počnejo, da počnejo nenasilno. Velikokrat se mi ne strinjamo.
Ampak, ko se ne strinjamo, veliko krat naredimo napake, ko skušamo to nestrinjanje ali prikriti, ali razrešiti, ali kaj vem kaj. In v tem nestrinjanju naredimo neumnosti. Primer je vojna. Kako so rekli prvi svetovni vojni, preden so rekli prva svetovna vojna? Velika vojna. Zakaj pa so rekli velika vojna? Ker je to vojna, ki bo končala vse vojne. To je v tem smislu. Velika vojna. In vojna, ki bo končala vse vojne, se pravi, ima v sebi neko to noto izjemnega, prinesla bo mir. Ne? Mir, kjer se cedita med in mleko. Tako da in jih želimo, se pravi, učiti te tri stvari. Na nestrinjanje, ne iti za nasiljem. Na nestrinjanje se gre za ustvarjalnostjo. Razišči, išči, out of the box thinking, razmišljaj, da se. In tu dajemo primer razne socialne igre, ki jih morajo se, ne vem, razvozlati, razplesti, pa se da razplesti. Ampak, če ne dobro pomisliš, če se ne vzameš nekaj časa, je zelo težko. Ne? Ampak v bistvu nakazujemo, da vsak je imel možnost to nestrinjanje uspešno razrešiti, ampak ker se nismo spomnili nečesa ali ker nas je čas prehitev, nismo. In posledica negativna je tukaj. In zato podarjamo, bodite ustvarjalni, bodite kreativni, koliko se le da, iščite rešitve. Neustvarjalni človek bo zelo hitro zapadel v te lahke besede hitrih rešitev, ki jih slišimo ali pa smo jih slišali v preteklosti od raznih diktatorjev. Ne? Nekdo ti ponudi rešitev, odstranil bo tvoj problem, ne ga rešil, odstranil bo. In ljudje padamo na te obljube. In tukaj pa učimo to, dajte, bodite ustvarjalni, iščite rešitev, ker se da rešiti, ne odstraniti. V odnosu do tistega, s katerim imate kakršnokoli pač nestrinjanje, bodite empatični, bodite sočutni, zato da se lahko postavite v čevlje tistega, s katerim imate kakšno stisko, da veste, kako tudi vi nekomu v očeh v bistvu delujete, s tem mogoče če ste vi koga prizadeli, ali pa kako v bistvu lahko nekdo vas vidi. In tretje, kaj narediš, karkoli narediš, metoda je ključna, bodi nenasilen. Nasilje rodi nasilje. In potem jih se pravi vrnemo. Naj ostanejo kreativni. Razmišljate svojo glavo, konstantno, zato imate v šoli glasbo, zato imate umetnostno vzgojo. To krepi tiste dele možgančkov, ki so namenjeni razreševanju problemov. In vojna je v bistvu en nič rešen problem. Vojna je za nič rešen problem. Odraz pomanjkanje birokracije oziroma pogovor. Ustvarjalnosti. Tudi. Pomanjkanje ustvarjalnosti, pomanjkanje iskanja dobrih rešitev. Se pravi, na lahko ni bilo moč rešiti drugače kot skrajno odločitev vojne. Tako. Se pravi, da se. In tu jim rečemo, bodite ustvarjalni. Pri tem ostanite empatični, sočutni, koliko se le da in karkoli počnete. Ne biti grob. Ja, uporabi moč argumenta, ne argument moči. Tako. In tu skozi to pač super si povedal in skozi to probamo nekako, tisti, ki so dovolj stare, se pravi, govorimo tretja triada, srednja šola, se pravi, faks, andragoški, andragoški pojem obiskovalcev in v tem skušamo pač to dajati. Manj vojne, manj vsega. Dajte nam prinesli ljubezenska pisma, ne bomo se jih branili. Tako da, ker tudi to so pač zgodbe. In primer, imamo Muzeja narodne osvoboditve, imamo tudi, razstave se spreminjajo. Zelo so zanimive, tako da pridite še kdaj, ne samo koliko let nazaj. Pridite oba. Imamo recimo, zdaj smo ravno imeli gostujočo razstavo o ladjah splošne plovbe. To je bilo naše največje ladijsko podjetje, ki je propadlo. Teh nekaj predmetov, ki je ostali, so bili maketi ladje in tako naprej. Mislim, žalostna zgodba. Ne? Imamo recimo v tem trenutku smo še imeli to. Potem imamo pa razstavo, in to stalno razstavo, o zgodovini skejtanja. Skejtanje, rolkanje na asfalt. Ja. Ampak zgodovina skejtanja v Mariboru. Zato, ker je Maribor bil poleg Ljubljane seveda ključen, zato da so se dogajali neki premiki, ki so danes, rolkanje v 80-ih bilo, oziroma ne, da ostanem pri temi. Zakaj imamo rolkanje? Zato, ker deluje povezovalno. Ker deluje medgeneracijsko. Ker ko imaš ti skatepark, v katerem rolkajo pač tisti, ki hočejo rolkati, ki me cool rolkanje, skejtajo na polno, ni važno, ali si star 40, ali si star 44, ali si ena izmed onih legend, ki je preživela konec 80-ih in začel skejtati tam, ali si punca stara 9 let, ki je začela skejtati 3 mesece nazaj, pa je pač full gre. Razumeš, mislim, in to se med seboj se pogovarjaš, med seboj si drugemu daješ na svete, se spodbujaš, veš,
Pa enak interes. In to ni važno, si moški ali si ženska, si kdorkoli, koliko si star, ko skejtaš in je to tako neka, bom rekel, zdrav odnos, ki se spostavi in res ne dela dobenih razlik. Tam se doben ne posmehuje, veš, mislim, ker je toliko ljudi, koliko je različnih slogov. In to se zelo spoštuje in spodbuja in veš, ploska ni važno, pa če 5-letnik naredi nekaj, vedno se bo nekdo na neki strani bravo. Rad skejtaš? Zelo. Ja, vse slabše, ampak ful rad. Vse slabše. Vse slabše, ampak ful rad je. Leta naredijo svoje, ampak pa vse raje se mi zdi. No in želim reči pač to, da rolkanje je lahko en tak lep primer, ker ljudje sodelujejo. Ker ni to vrstnih lestvic, boljši, slabši, najboljši. Vsi smo tu, vsi vozimo, vsi skejtamo, sploh ni neke te lestvice, kdo se s kom ne druži ali da bi karkoli takšnega bilo, medtem ko vojna to tebe zahteva. Ločiti, se grupirati, zasmehovati, zaničevati, ponižati, kazati s prstom. A razumeš? Medtem ko je pač rolkanje v tem primeru en takšen neorganiziran, spontan, se pravi movement, ljudi ti ne veš, koga boš tam srečal kadarkoli, ampak vsi vemo, da obstaja tu neka tiha pravila, ki niti malo ne odražajo tekmovalnosti. Nekaj čist drugega. Tu se sodeluje, tu se dela, tu se imamo fajn. In zato pač kot postavimo, ali če več čas v vojni kažemo kot nekaj, kar ne dela, nekaj, kjer smo se ljudje ne razumeli, kjer smo ljudje do drugega spet ponižali, degradirali, kaj, ali se pogovarjamo o hrani, imamo mikroplastiko v hrani, mikroplastiko v vodi, pesticide, herbicide, skratka ne vem, kakšne so barvila, kortikosteroide v hrani, ki jo predajamo v sebe, kaj šele iz hrane, da mislim iz embalaže prihaja v hrano in tako naprej. Vse to v bistvu mi potem take jemo. Ampak to je človek naredil človeku. Se pravi, niti na tej točki včasih ne zaupamo. In videli smo pač, da rolkanje pa je, ne samo da je imelo zgodbo, ker tudi seveda v Mariboru je bilo tisto rolkanje, ki je začelo prvo z tem večjim urejenim skateparkom, ki je potem v drugih mestih postavil neke vrste know-how, da ko imaš otroke tam, da niso na ulici, da jih prej najdeš tam, da se druži, da se spostavljajo skupine, da je v bistvu ful velik medgeneracijski center, ki je samo nikl, samo dober park rabiš, ki se bodo ljudi zbirali okrog tega sami, se pravi, ne rabiš organizirati ničesar. In je bil Maribor kot nek dober primer, ki je potem seveda vplival naprej. In zato smo tudi potem čist iz tega vidika postavili to mariborsko zgodbo, se pravi, ki je potrebno, tudi za BMX ima fantastično zgodbo mariborsko BMX-a, ne? Prva proga v Jugoslaviji je bila v Mariboru. Wow. No in se pač to postavi, ko pa ljudje delajo, ne rabijo menga firerja, ne rabijo liderja, ne rabijo tega, samo pač teme, s katerimi se ukvarjaš, stvari, ki jih delaš, morajo biti prijetne, dobre in človeku ne škoditi. Čim začneš, si odprl Pandorino skrinjico, ki začne bruhati. Lepo. Te bomo enkrat mogli iti skejtati. Moraš. Še nisem nikoli. Jaz sem, ko sem bil mlajši, imamo celega tiste ščitnike, tiste rollerov, čalada, imam še sliko. In jaz sem se hotel naučiti tisti, kako se reče, oli, ne? Oli. Tisto sem začel. Samo... Pa ti si začel z ful težkim trikom. Oli. Jaz nisem, bil sem mali, ne? Ja, sam sem si pogledal na YouTube, ja. kako se to učite, pristopke, ne, učenja. Samo pogledaj, bil si mali, pa sem si pogledal na YouTube, si se slišal, zdaj, kaj si rekel? Ja. Bil sem mali, pa sem pogledal na YouTube. Se pravi, od malega že imamo generacije, ki je na YouTube priklopljena, kjer seveda več kolega sprašuješ nujno, ali pa iščeš, ali pa bereš, ampak pogledaš, kako gleda Oli. Tako da, ja, ne vem, zanimiv je ta svet, v katerega prihajamo, predvsem pa dezinformiran ali informiran, se ne vem, kaj je bolj ali kaj je manj. Ja, preveč izbire je manj izbire. Ja, tu se jaz zaklenem v en stavek, manj je več.